Veš, ljudje se bodo vedno spomnili, kako si ravnal z njimi. Ja, kakšne so imeli oni občutke, ko so delali s tabo, karkoli so imeli s tabo. In enako velja za, če rečeva, biznis perspektiv. Mark Mavretič. Če imaš ti težek dan, ne pomeni, da ga moraš še nekomu drugemu narediti težkega. Meni se zdi lepota življenja to, da si lahko karkoli si, pa ne govorim zdaj o nekem poklicu ali po denarju ali po čemkoli, tako personality. Zavedajte se, da na drugi strani ni robot, ampak je človek, ki je lih tak, ki vija, ne? Kaj je na drugi strani, da nekdo, ki dobi par 100 ali pa 500, 600 prošenj, da točno 20 sekund na eno prošnjo. Ti meni rešiš problem? You're hired. Kaj bi vam potegnil, pa rekel, lej, to, če delaš, je vrhunsko za tvojega otroka? Največja investicija, ki jo lahko narediš ti kot starš, da delaš na odnosu s svojim partnerjem, pa na sebi. Da si ti ta ki par, ki skozi življenje puca stvari, ki niso ti, da na koncu ostane sam tisto bistvo. Čeprav sem bil tako, jaz res nočem na agencijo, pa je bila tako, ja, ampak I'm pregnant, we gotta figure stuff out. Prej greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite v nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Saj, če gledaš, kaj je sreča v bistvu, a ne? Ta prav pomen sreče, a ne? Sej ne more kar sama po sebi obstajati. Moraš ji nekaj dati, da si ti lahko srečen. Nekdo je Naval Ravikant, a njega si kaj bral? Tako malo, ja. Ja. On je rekel, da 4 tipi sreče mislim, da obstajajo. Okay. In da ena je ta, a ne, you got lucky, a ne, iz vidika, da se ti je nekaj posrečal, in pa reče kao, ampak cilj je, da se te posreč v 99 izmed 100 vesola, ne. Torej, še zmeraj moraš delati nekaj v tej smeri, da se ti posreči. Ni karno. Ker če bi sam na temu pointu sreče igral čaku, ne? Ja, čaku, pol je verjetnost toliko manjša, da se ti ne zgodila, ne. Tako da ja, en prijatelj mi je pa rekel enkrat, ker sem rekel, da se mi je nekaj usral, ne, je rekel, ne, nisi ti usral, sam nisi se usral, ne. Ja, in sem mi tako pisal, da imaš point, stari. Veš, ja, dejansko. Ok, Mark Mavretič. Vse še sam ne veste. Čakaj, a veš, da me to vedno foter popravlja? Mavretič. Ok, Mark Mavretič. Ja, na A je podarek. Mavretič. Li zadnjič mi je rekel, pa kako sine to govoriš ta priimk? Pa ni to slovenski priimk. Mi smo iz Hrvaške, to je hrvaški priimk. Mavretič, ne Mavretič. Ja. Tako da se pravim vedno, ampak vsi, pač ki živimo celo življenje, vsi v tem prostoru reče avtomatsko Mavretič. Ja. Oziroma Mavretič. Ja. Tako. In pol tudi jaz rečem Mavretič, ne, nisem bil tako pozor. Ampak Mavretič, evo. Ja. Če bi vprašal fotra. Ok, Mark Mavretič, daj mi povej, kaj bi se mi še enkrat predstavil, pa počneš, kako si prišel do tega, da bo folk malo vedel, koga danes posluša. Ok. Mislim, v prvi vrsti skrbim za 2 otroka, pa za ženo, čeprav bolj ona skrbi zame, če sem iskren v tem trenutku. Drugače pa, kaj delam? Ustvarjamo glase, se pravi direct response oglase za Sintižo. Gradiva z ženo zraven neki on the side, pa probam biti prijazen 99% časa in interakcij. To se mi zdi ena taka pomembna stvar, vodilo. Ampak ja, otroci večinoma, no. Probam biti dober starš, probam biti, ja, da bom enkrat pogledal nazaj, pa bom tako, ok, sem del max. Se mi zdi, da vse, kar delam v lifeu, res da max effort noter. In če bi starševstvo kleven vzela, pa bi malo zdaj sebe ocenil, tako če bi malo pogledal, kaj delaš, ker si tudi dosta analitičen tipa, ne? Ja. Kaj bi vam potegnil, pa rekel, lej, garant to, če delaš, je vrhunsko za tvojega otroka, oziroma za vsakega starša, da bi bilo dobro, da to dela. Kaj so neke take resnice, ki si jih ti ugotovil? Jaz mislim, da največja investicija, ki jo lahko narediš mogoče bomo šel malo kol, ampak ja. Mislim, da največja investicija, ki jo lahko narediš ti kot starš, da delaš na odnosu s svojim partnerjem, pa na sebi. Mislim, da to. Jaz imam otroke stare, oba dva sta pod 4 leta,
in oba dva vse kopirata, pač vse karkoli je, copy-paste, nima, to pa ne nekaj, kar ima rečem, naj naredita, ampak to, pač moje obnašanje, in dobro, in slabo. Tako da se mi zdi, mislim, da sem tudi enkrat to nekje prebral. Jaz dosti delujem tako, da vse stvari, ki jih bom večinoma danes povedal skozi pogovor, so iz nekje. A veš, tako se mi zdi, filtriram te stvari in povzamem to, kar se mi zdi relevant. In ja, mislim, da največja investicija je to, da pač delaš na sebi, spoznavaš sebe, probaš ti biti boljši, ne? Ker ful težko otroku rečeš, ne ješ čokolade, če pol ti ješ čokolado. Čokolada je čist beden primer, ali pa ne vem, ne tega dela, ti pa to delaš. Pospravili za sabo, ti pa ne, recimo. Ne? Exactly, a ne? Ja. Tako da to, delo na sebi, pa se mi zdi pač razumevanje. Jaz imam eno tako ključno, mislim, se mi zdi, moje ključno vodilo pri starševstvu je, da sem zelo zahteven, ampak še bolj sem pa supportive. A ne? Se pravi, so neke stvari, ki jih je treba, ampak jaz sem tle zate, a ne? Da greš čez to. Probam se zavedati, da so pač neke stvari, ki se dogajajo in neki mogoče izpadi in neki težki momenti, se pač dogajajo zaradi tega, ker so pač otrokovi možgani oziroma del možganov pač nerazvit at this point. In pa pač tako handla te situacije. Ne vem, je pa pač ful težko, brez spanja, brez vsega tega, to vse pač, kar pride s starševstvom, je pač extremely challenging. Mislim, da je to sigurno je to najtežja stvar, kar sem je naredil v lifeu, pa definitivno. Ja, pa si kar nekaj postavil že, če pogledava iz poslovnega vidika, ne? Zakaj je ta tako challenging? Po moje gre zaradi tega, ne? Ker nekaj postaviti iz poslovnega vidika dostakrat pomeni pač sam delati trdo. A ne? In to pač jaz vem, da jaz kadarkoli sem šel ven iz cone obdobja, če greva zdaj malo v poslovni svet, kadarkoli sem šel ven iz cone obdobja, je bilo moje vprašanje, ok, koliko težko je pa lahko to. Pač že zdaj delam zelo trdo, ne moram še večkrat to delati, grem sam nekam drugam delati. Ne? To mi je dal pogum. How hard can it be? Ne? In to je to, in sem samo trdo delal in pač consistently in pač v teh 10 letih kariere pač prideš nekam, ne? Tako, se mi zdi, sreča na strani pogumnih, to, kar sta prej rekla, ne? Sreča na strani pogumnih, oziroma tistih, ki pač dajo sreči priložnost, oziroma so na pravem mestu v pravem času, ali pa rečeva, ki so na mestu ob času 100-krat, pa potem je to pravo mesto v pravem času 3-krat. Medtem ko starševstvo pač je hard work, mislim, definitivno je hard work, recimo, da sem bil tega navajen, je pa pač odraz tebe, se mi zdi, da je pač odraz tebe, a veš, vidiš otrok ni, recimo, čustveno uravnan, karkoli se pač dogaja, a ne. Vedno, ko sem jaz miren, ko jaz znam pohendlati situacijo, se vedno situacije z otroci ful hitro razrešijo, ne. Medtem ko sem jaz pač, živčen, utrujen, karkoli, ko ne spim, pač stvari komplicirajo. Jaz napačno odreagiram, kot je meni, tako na avtopilota, a ne, a veš, kaj mislim, to boš zdaj, pej to, zato, ker sem jaz rekel. In to je pač slabo, mislim, to gre pač pol down the spiral, ne. Medtem ko, če sem jaz, tako da to, ne, vedno moraš biti nekak ti best version of yourself, ko handlaš otroke, ko handlaš družino, ko imaš odnos, otroci skozi gledajo, se mi zdi, kaj delaš ti starši, mislim, kaj delaš ti s partnerjem, kako komuniciraš, a ne. Kako pa sta z ženo v takih situacijah, a veš, ka meni se tudi to kdaj zgodi, a ne, da jo jaz uspavam, recimo, pa jo te četrtič odložim, pa se še kar dere, a ne. Oziroma mi zaspi, odložim, se začne dreti, jo vzamem, mi zaspi, jo odložim četrtič, grem že skoraj tišina in potem slišim od zadaj, in kad ti začne noter nabijati, tako, spet ni po moje, a ne. Jaz pač grem v dnevno, rečem, Ana, se tvoje tudi Ana, ne. Grem v dnevno, rečem, Ana, prosim, daj peče ti, a ne. Ja. Da sam tukaj, da se jaz sebe umirim, ker drugače kar živčen sem. Mene otroški jok je, mislim, da je ena izmed stvari, ki me najhitreje najbolj možno iznervira. Otroški jok, ga slišim. A ne, pač ne moram in jaz dostakrat bom priznal, prvič ta faza mine, tako da bom minil, ampak moram reči, da jaz nisem bil dostakrat toliko prijazen, kot si ti, Ana, da je 5 prosim ti, ne, ampak sem prišel ven, pa sem začel pač pizditi, ne, oziroma pač sem bil tako
nisem svojih čustev uravnaval, pač pa šla Ana, ki je vedela, pač, da pač ne morem več, pa mi, da sem imela res težko, ta mala res ni spala, pač ko mi sem imela prve 7-8 mesecev, smo se mi zbujali na 1 uro, pač konstantno. Ful je zanimivo, zdaj to, od tega je zdaj par let, pa se mi sploh ne zdi več tako težko, ampak takrat sem si prav rekel, Mark, to je pa tako težko, to pa jaz ne morem. Pa spiš 3-4 ure na noč, nič ne spiš, skozi se zbujaš. Ampak ja, pač tlej tako ključno, pa najtežja stvar je pač ostati normalen do svojega partnerja, pa se zavedati, da si ekipa. Ker če enkrat, ko začneš, vsakeč, ko sem začel z neko jezo ali pa z nekim primerjanjem ali pa s tem, se je to vrnilo takoj nazaj. Pač, vsi smo živčni, če pa sem bil prijazen, se je skoraj vedno vrnil nazaj s prijaznostjo. Ampak to je ful težko. Pa mislim, da je skoraj nemogoče, da bi bil res skozi prijazen. No, vsaj tako, kot smo imeli midva, ki je bilo res hard. Ja. Ampak je trening pol za life tudi, ne? Prej si rekel, 99% časa želim biti prijazen, ne? Se mislim, da te prve reakcije, ki so recimo jeza, ne? To je nekaj nekontroliranega, to je sam trigger, ne? Ker se ti zaveš, da si jezen, takrat pa pol ti lahko začneš to počasi spreminjati, ne? Malda, ja. Pa ful počas. Ja. Meni se zdi, jaz sem ful časa rabo, da sem mogoče je Ana še bolj na tem področju, kot jaz, rečeva inteligentna, oziroma se zaveda teh stvari, pa mi je ona te stvari govorila. Pa recimo moj ego doskrat ni pustil, dej, kaj boš ti, jaz sem pač utrujen. A veš, tako nisem bil sploh ready, mogoče na začetku, se mi to sploh ni zdel problem, ko bova rekla. Pa sem počas pogruntil, da pač, ja, moraš biti, da nikamor ne pelje, a ne. Ne vem, starševstvo je, Pa pravijo, da it only gets, veš, veliki otroci, veliki problemi. Ja. Drugačni, a ne problemi, sej. Drugačni, ja. Mislim, problemi so itak skozi, se jih ne rabimo utepati, to se rešijo, a ne. Ampak, veš, pri tebi, recimo, pač, če bi pogledal, če bi te zdaj vprašal, kaj pa odnos, kako ste imeli pa vi doma, a ne v družini, a veš, kakšen je bil pa pri tebi, kako ste pa vi reagirali v družini na jezo ali pa na take stvari, a ne. Pa vidiš, zakaj si spol tako težko odklopil, a ne. Dej me malo kepel, kako je bilo, ko si ti odraščal? Ja, mislim, teh full early let se ne spomnim, ampak jaz vem, da načeloma je komunikacija pri nas dostkrat, še vedno je glasna, a ne. Vedno je, pač burne so debate, vem, da ko je Ana prvič prišla k nam, oziroma ko je bila prvič priča neki burni debati, je bilo tako, wow. Mislim, tako več, veš, vsi se zelo na glas pogovarjamo, vsi so zelo opinionated, vsi so tako, vsaj kar tiče ta zaprt krog, ne, družine, ko je, ne, je pač ko je, taka je komunikacija. Ampak prav so vsi frendi, tako, mislim, ni to zares kreganje. Veš, tako je, ful je na glasu se, ne, in s tem avtomatsko ustvarjaš, se mi zdi, nek stres. Takoj, ko se začneš ko začneš ful na glas govoriti, veš, in jaz doskrat Ani, še danes, medtem ko na Anini strani se mi zdi, je bilo totalno kontra. Tam, če se je kdaj drl, če se je kdaj na glas govoril, je bilo alert level 10 out of 10, a ne? Da ne govorimo o kletvicah pa o teh stvarih, a ne? Ampak se mi zdi, da to tudi dosti kulturna razlika, a ne? Hrvaška, moja oba se iz Hrvaške, tle Slovenija. Tako, se mi zdi, da je mičkam pride iz tega. Tako da jaz doskrat tudi, ko Ani razlagam, pa še vedno jaz zelo na glas govorim, pa dost govorim, mi Ana reče, Mark, daj, samo malo please pauze, jaz sem kar živčna, jaz ne morem. Kaj si živčna, jaz ti govorim o neki ideji, jaz ti govorim o nečem ful dobrem, sem ful navdušeno. Tako, ja, vem, ampak toliko na glas govoriš, pa toliko me spravljaš pod stres, da ne morem. A še je tako že ta avtomatski trigger response njenje, pač ko nekdo govori na glas, something is wrong. Tako da to je tudi velik challenge med mano pa med Ano. Ja. Kako je dobro, da sva tako balance, pa da ona zna tako komunicirati, pa jaz znam tako, pa jaz znam biti zelo agresiven, ona zna biti zelo assertive in tako naprej. Je to challenging med nama, a ne? Ja, itak. To pohandljivo, oziroma predvsem, da se jaz naučim, rečeva, normalno komunicirati, tudi ko stvari niso, ko stvari niso čisto okej, recimo, a ne? Ja. Ampak meni se zdi lepota življenja to, da se zavedaš, da si lahko karkoli si, pa ne govorim zdaj o nekem poklicu ali po denarju ali po čemorkoli, ampak personality. Če si ti tako, jaz govorim na glas zdaj in jaz se ful kregam, jaz govorim ful kletvic. Lahko se odločiš, da ne boš več. Veš kaj mislim, tako pač lahko se šejpaš, nisi
it's not your final destination, to, kar si zdaj. Lahko si rečeš, bom bolj tak. In ponavadi so koraki, da prideš do tega dosti straightforward. Ni to neki zdaj, valjda so neke situacije pa neke stvari, ampak tako, pač lahko najdeš pomoč, lahko najdeš načine, kako se spremeniti. In tle je ful dobra sporednica tudi mogoče s postavljanjem, se mi zdi, svojega biznisa. Ker načeloma se mi zdi, večino biznisov je dosti straightforward, kar moraš narediti. Večina e-comov, vse stvari so pač tako, playbooki obstajajo. Nekdo je naredil isto stvar pred tabo, more or less. Ja. Playbook je, in vse, kar je pomembno, je sam pač delo pa konsistentnost. To. In isto je tle, hočeš se spremeniti? Hočeš se spremeniti, a hočeš odlaufati ultramaraton, 100K. Pač ni rocket science, rocket science. Ja, ni trening, ne. To je, se pač tvoj eden med prejšnjih gostov, pač to, Pač ni rocket science, pač sam trening je, sam consistent trening, ki ga moraš biti sposoben handlati mentalno, fizično, vse to. In zaradi tega je to hard, in zaradi tega toliko ljudi odneha in trenirati za ultramaraton, in graditi svoj biznis, in vse to. Čeprav so koraki, zaradi tega tudi je toliko teh postov, ki je tako how to build a business, pa imaš tako 10 points. Ja, super. I agree. That is how to build a business, ampak gotta execute, Mislim, da je Obama rekel, ko so ga vprašali, kaj je en izmed največjih rečeva vrlin, ki jih lahko ima današnji nek mlad potencial, oziroma nekdo, ki začenja kariero. In je rekel, veliko ljudi je danes, ki govorijo o stvarih, pa malo ljudi, ki dela stvari. Sploh, če znaš execute, you're winning. To je to. In to, pa biti ustrajen. Ja, in isto je v odnosih, a veš, tudi to, da ti, veliko ljudi ve, da bi lahko spremenili neke svoje slabe lastnosti ali pa lastnosti, ki negativno vplivajo na nos, pa to vejo. Ampak delati za to ni tako zdaj sem se pa jaz odločil, pa sem jutri zbudil, pa nam več impulziven. Ni res, ampak vsakič, ki si moraš biti pripravljen slišati, spet to delaš. Tako. Tle pol je ego tudi malo vmes. Točno to. Kaj jaz delam, kaj... Ja. In to ta isti ego, ki ti pa pomaga zgraditi zadevo. 100%. Kaj, zdaj sem jaz tebi 10 let pomagal, da si to zgradil, zdaj mi pa rekel, zdaj boš pa drugačen. Ni šans, ne bom 100%. Se ti pustil. To je to. Ja. In prej, ki si omenil delo na sebi, verjetno delo na sebi bolkane pomeni, da si ti sposoben se od tega identitete, tega ega odlimati, pa pač biti prijazen do sebe, pa pustiti, da se zadeve malo umirijo in pol se spet biti sposoben odločiti. Kako bi rekel delo na sebi? Kaj bi ti dal pod to? Pa ja, po mojem si dobro opisal, ampak zdi se, predvsem to, veš, kaj se mi zdi? Zdi se mi, da je karkoli že pomeni delo na sebi. Mogoče ti ne bom tako odgovoril, ampak zdi se mi, da je pomembno, da začneš z nekimi majhnimi, preprostimi koraki, Zdi se mi, da je pomembno, da se začneš... Mogoče največja stvar, ki sem jo jaz naredil, pa sem jo gotovo, je to, da sem se začel pogovarjati o tem. Da sem bil tako, jaz sem tak. Jaz tako pač reagiram, zavedam se, kao oprosti, oziroma pač tako, I'll try to do my best. Zdi se mi to, zavedanje je pač prvi korak. Tako sem jaz gotovo delal na sebi. Ne vem, delo na sebi. Kaj bi ti rekel, da je to? Jaz bi rekel, da je to, a veš, tako, ka kip nastane, ta prav kipa, Ka v bistvu ne nastane tako, da ti dodajaš skrb stvari, pa ga sestavljaš. Ampak nastane tako, da ti iz ene velike skale odluščeš uno, kar ne služi več, in na koncu stane ta lepota od kipa. Nice. Jaz mislim, da je delo na sebi isto. Okay. Da v bistvu je to, da si ti ta kip in kipar, ki skozi življenje puca stvari, ki niso ti, da na koncu ostane samo tisto bistvo. Tisto, kar je poravnan pol s tvojimi, res pravimi vrednotami in tako naprej. Tako. Ja, jaz sem zadnjič eno podobno stvar je bila, veš kaj je bilo, se pravi, ti dobiš, se zaljubiš, imaš punco, imaš ženo, kakorkoli. In ti, ko si zaljubljen, vidiš, kakšna je ta oseba, oziroma jo vidiš mogoče tudi z malo olepšanimi očmi in tako naprej, Si tako si zaljubljen, pa si tako, wow, koliko je to, koliko je to hudo.
ampak ta oseba ima neke svoje stvari, nek svoj baggage, ki in pol ni čistaka. Sploh ti si dobil preview, kakšna je ona. Kakšna bi lahko bila v tvojih očeh, ko si bil zaljubljen. In pol to zgine, in pol ona ni taka, čisto res. Ampak pol je up to you, ali bo taka kdaj, ali ne. Pa tvoje. In to se mi zdi tudi pomeni, to se mi zdi, da je tudi cilj, pač to, da si z nekom, da si poročen, da pač imaš partnerja, da ga probaš narediti, da mu omogočaš, da se pač znebi vseh teh stvari, ki se jih hoče znebiti, da si supportive tam. In to je ful težje, kot se sliši, vsaj meni. Pač mislim, meni je to. Ja. In to je zaradi tega, ker jaz na prvo žogo bom nekomu svetoval take stvari, kot bi meni pomagale. Pa sem jaz samozavesten, pa sem jaz tak, in zdaj jaz ne to svetujem, oziroma recimo Ani, jaz si govorim to, kar bi jaz hotel slišati v tej situaciji, kar ne bi moglo biti slabše. Ja. To je najslabše, kar sem ji lahko rekel. Ker si s tem sam dam vedeti, to je čisto easy, sam narediti, kot jaz naredim, kaj imaš tle nek zdaj problem? To moraš delati, ne? Tako da, super hard work se mi zdi to, ampak se mi zdi, da je worth it, no? Ja. Jaz sem enkrat moji kupil za rojsten dan 4 knjige. Delo na sebi, te zadeve. Stari, ki je ona odprla darilo. Vse so bile rožice, hvala, ful lepo, vesela, parfumček, vesela in pol na te knjige začne gledati. In ona meni tako, in jaz kao, kva pa je, a ti ni všeč, ne? Pač to ti bo vse pomagalo in ona pač, Jure, sej, hvala za darilo, ampak če si iskreno, jaz tega nočem brati zdaj, jaz se ne počutim, da je to nekaj, kar rabim. In jaz si tako v moj elementu, ne hvaležna, gor dol, tretje, ne. Pol sem pa jaz čez dejal, pa tudi, veš, s tem, da sem se o tem pogovarjal s Matejom Turkom, pa z Folkom, ker sem mislil, da ne vem, a kaj narobe delam, da ona noče tega, kar jaz vem, da je dober za njo. Rekel, ona ni ti, stari. Dej ti zase poskrb, dej ti se umir, nehi med pričakovanja, pa jih prelagati na njo, sprostce, poskrb za svoj life, pa pust nje, da je ženska zraven tebe. 100%. Ja, in od takrat naprej sem pač dejansko začel to delati in sem imel na koncu jezika kdaj, pa zakva ti ne poslušaš podcastov, zakva gledaš ta Netflix, če bi lahko knjigo brala, pa nekaj tazga. In pa sem mi samo tišina. No in kaj se zgodi? Ona sama začne odkrivati podcaste, ki so njej všeč. Ona mi je rekla, jaz Gary Vee ne morem slišati. Gary Vee moj idol, meni se je srce zlomilo, ko sem jaz to slišal. Sem rekel, kako ne, stari, ti bi mogla njega poslušati, pa bo ploskati. Ampak je mogla ona najti svoje ljudi, ki nje rezonirajo, z njenim tone of voice in vsemi temi zadevami. In isto je z ostalimi odnosi v lifeu. Ti ne smeš pač posegati v srečo drugih ljudi s tem, da jim ti pač predajaš neke nasvete konstanta, pa jim govoriš tako nared. Lahko si pa tako, kot si ti prej lepo rekel, samo support, kjer so oni varni, in pustiš, da grejo po svoji poti. Ja, ena izmed stvari, ki sem jaz zdaj zadnje 2 meseca, recimo, ugotovil, ko berem par teh otroških knjig, mislim, o otroški vzgoji pa emocijah, pa to, da je vse to, kar tam berem, kako otroke handlati, in to je full applicable tudi, se mi zdi, na partnerja. Až kako pač njega opolnomočiti, ker pač je to neka oseba, ki ima neka čustva in sem začel to delati in je full lepo, mislim, tako, pač je dejansko. Daj mi primer. Pač že čisto, veš, ta mala, ko se joka, je pač razpad sistema, in moja naloga je v tistem momentu samo, da sem tam. Da je pač objamem, rabiš objem, ja, rabim objem, pridi sem in se pomiri v 1 minuti. Instinkt oziroma avtopilot reakcija bi bila, kva se jokaš, če ti sam, ne vem, če si dobila roza šalco namesto modre šalce, kama nehi se joka, daj dosmam. Ja. Pa ne, pač, okej, imaš problem, ful je velik zate, prid sem po objem, pa mi povej, kaj je narobe. In enako velja za ženo. Imaš problem, pa mi rečeš ta problem, instinkt reakcija je, da ti dam nasvet, ki bi deloval zame. Ampak ni, je pač ko, štekam. It's hard. Pač acknowledgeš to, da je težko. Ja, vem, to je res težko. Prid k meni. Ok, povej mi, kaj rabiš. Ena beseda, ki sem jaz nehal uporabljati, je pretiravaš. Res. Ker tako, mogoče se nam kot tipom, kdaj res dejane, dej, pač, kaj je, no. Yeah.
Ampak to, kar rečeš ti to osebi, pač pretiravaš, jo ti direktno je to postavil sem te tako 5 nivojev nižji, da ti tvojih čustev sploh pač niso nič vredna. Ja, so čist mim. Tako, ja. In zdaj, da si ti pač čudna, kar tako vidiš, ali pa čuden, kar tako vidiš. Tako da ta beseda iz vokabularija ven, ta pretiravaš, ok. Zdaj, če se pogovarjamo mi v neki taki zadevi, da ne vem, se na neki materialni stvari ali pa kaj, ne vem, da imaš ti krožnik za juho, pa nisi sploh to klačen, pa si ga čist do vrha nafilaš, pa rečeš pretiravaš. Ja. Ker se pogovarjamo o čustvih, je pa treba paziti, kakšne besede zbiraš. To je najhuj, kar se mi zdi, ja. V tistem momentu je to najmanj, kar oseba rab. Vse isto, ne? Ker sta malo, kar sem ti rekel, ne? Ja. Da je nekaj jokati, zakaj jokaš, zdaj sam modro namesto rdeče. Ja. Veze pač, to je za njo je to full big deal. Ja. To zavedanje, da koliko smo drugačni, že tako spoli, moški, ženska, se mi zdi ti različni, mislim, tako full apart. Ja. Pa še vzgoja, pa še kultura, pa še pač vse, ne? In je pač ja. In se mi zdi, da je ta prijaznost, in to je tudi nekaj, kar hočem pač otrokom, se mi zdi, da je to ena izmed glavnih vrednot, no? Da si prijazen, ker se mi zdi tudi kasneje. Veš, ljudje se bodo vedno spomnili, in to je mislim, da je dost famous, vedno se bodo spomnili, kako si ravnal z njimi. Ja, kakšne so imeli oni občutke, ko so delali s tabo, karkoli so imeli s tabo. In enako velja za, če rečeva, business perspektiv. Se mi zdi, da v poslu je ful velik pomen tvoj network, koga imaš. Pa ne govorim zdaj zaradi nekih vez ali pa to, ampak tako pač, večji, ko imaš network, lažje rešuješ probleme. Lažje pač rešuješ probleme, ki pridejo. Govorim čist biznis probleme. Ja. In če si prijazen do ljudi, je ta network vedno ready zate. Če si bil prijazen na eni strani, jaz sem mogoče z nekom delal samo pol leta, pa sem bil ful cool, pa sem bil ful nice, pa sem bil ful prijazen, pa nisem bil duš, pa sem delal stvari, ki so meni cool, da mi jih drugi delajo. In kot vidim telefon, zdaj to imam ful primerov, čez 3 leta pokličem in so tako, in so vsi ful veseli in je pač tako, ja, let's do stuff together. Škaj bi pa rekel pri temu networkingu? Tako malo je rato tak, a veš, kot taka beseda, cool beseda, ne? Da zdaj pa ti moraš graditi network, ne? Ampak jaz rečem, dosti mladim, tako začetek 20-ih itd., ne, ka networkajo na polno gor tretje. Dejte prvo mej nekaj zadati temu networku, ne? Da ima fokus na se, pa razvi neko storitev pa produkt, s katero ti, ko prideš v nek skupek ljudi, ki je lahko tvoj network, ti lahko nekaj ponudiš v zameno temu networku. Ker drugače si samo ki sam hoče malo oklepa, ne? In si ne bereš ta en ogromen network, ampak spoštovanja pa nimaš, ker nisi temu networku imel ti nič zavrnjen. In prav je tako. Vzajemno je. Tako, kot v starih časih ti imaš najboljšo koruzo, jaz imam najboljši mlek, a zamenjaš. Ja, zamenjam. Ne, sej, tudi oprosti, kar poj. Ne, sam hotel sem reči, da v 20-ih, veš, je ogromen tega strahu, pa fomota, da neki zamujajo, pa da bi neki že vse mogli imeti. Zato, ker se preveč fokusirajo na ostale ljudi in ta network, božanstveni, premalo pa na to, ok, kaj jaz sploh lahko dam. Če switchneš fokus, pa rečeš, zdaj se bom pa jaz 5 let fokusiral sam na to, da izpilam to, kar delam z veseljem in v tem ratam res dober, no, dejva pol pogledati, kdo vse te bo hotel imeti v networku, ker se ti bo avtomatsko, organsko ta network povečal. In točno to sem mislil, ker pač cel moj network specifično prehaja samo iz dela z ljudmi. Jaz nikoli nisem hodil na networking konference, na, ne vem, whatever. Pisal nekaj po LinkedInu, karkoli. Pač nisem se s tem ukvarjal. Ja. Mislim, da je lahko dosti gaina s tem, če daješ nekaj temu networku in lahko to skalaš, ampak cel moj network je samo mojih 6-7 služb, pozicij in ljudmi, ki sem jih spoznal, ko sem delal v teh službah. To je to. Ne? In čisto za vsakim, mislim, da z veliko večino imam dober odnos, oziroma jih lahko pokličem, oziroma lahko smo nekako stali friendly, smo tako. Ne? Bi rekel, da je prijaznost. Zdaj bom malo otrok, stari. Upam, da mi ne zameriš. A veš, kaj si rekel, pač biti prijazen, ne? Veš, otrok bi te vprašal, kaj to pomeni, ne? Kaj to pomeni prijazen? Jaz mislim, da pomeni to, da si vedno considerate do druge strani, s katero se pač ukvarjaš, ne? Da probaš ne reagirati iz svojega vidika, ampak da probaš biti razumljiv, da probaš se tudi ohladiti, če je treba iti na stran, razmisliti in tako naprej, ko je treba, ne? Ampak ja,
Da ne obsojaš. Ja. Ker pač nikoli ne veš, a ne? Nikoli ne veš, kaj je na drugi strani, nikoli ne veš, kdo je na drugi strani, nikoli ne veš, kakšen dan ima nekdo na drugi strani in tako naprej. A ne? To je pač, to je to. In če imaš ti težek dan, a ne pomeni, da ga moraš še nekomu drugmu narediti težkega. A ne? Ampak pride, jaz mislim, da se začne že pri najbolj osnovnih stvareh, do neznancev, do kogarkoli, v lokalu, ko ti nekdo prinese, ko srečaš, ne vem, čistilko, ki puca pisarne ob 9 zvečer, vse pač te stvari, a ne? Da pač, dobro je v eni otroški knjigi je bil en reference, kao sta šla dva medvedek pa pujsek čez vhod in je prišla, ne vem, žirafa, a ne? In jo je Medo pozdravil, je rekel, dober dan, a ne? Pujsek je pa ni. In ga je vprašal pujsek, zakaj si pozdravil žirafo? In je bil Medo, zato ker živi v istem bloku, a ne? In ja, pa kaj, ampak se midva ne poznava, a ne? Pa je bil tako, ja, ampak če nekoga ne pozdraviš, potem mu ne daš vedeti, da si ga videl, da je on tam, a ne? In si ga ignoriral, kakor da njega ni. Veš? In je tako, se mi zdi, osnovne stvari, day to day, mala dejanja, ja, to. Plus, da jaz se izjemno, mogoče to malo egoistično, ampak jaz se tudi izjemno dobro počutim, jaz sem bolj pozitiven, če sem prijazen, če se prisilim, da sem prijazen. A ne? Hvala mi ne rata vedno po vse to, ampak tako. Prijaznost, ja. Zanimivo je, ker to otroci ful dobro delajo, stari. In jaz se včasih na workshopih ali pa na konsultingih obnašam kot otrok. In ljudi toliko časa sprašujem, zakaj, da pač pridejo do une točke, ki so tako pa dobro model, pa kje so midva, stari. Ampak res pomaga, ker imaš toliko enih, besed, pa fraz, pa prepričanj, ki jih jemlješ za resnico iz 10 let nazaj, ki si vedel, zakaj to jemlješ kot resnico, in pol jih še enkrat vprašaš, a je to še res, a ne, je pa tako pismo mogoče, pa zdaj ta definicija se malo spremenila, a ne. Ker recimo perfekcionizem je ena taka. Ne? Jaz sem že zapadel s folkom v debate glede perfekcionizma v take zajčje luknje, da ven nismo prišli. Okay. A veš, in so bila že čustveno upletena, pa tako pač, ne, ti pač sploh ne veš, kva to je, in sem bil tako pismo sam, res. Kaj pa te pomeni perfekcionizem, ne? In je bila definicija totalno drugačna, ne? In sem imela oba prav, ampak oba sva iz druge perspektive gledala. Ego je bil pa tisti, ki je hotel imeti prav, ne pač dejansko razumeti drugega človeka. In meni se zdi prijaznost tudi to, da, tako kot si rekel, ne, da si ti sposoben človeku pustiti prostor, da on tudi pove to, kar si misli, brez da ti misliš, da moraš imeti prav, ali pa da si kaj več. Ne. Da ti, ki prideš v trgovino, pa ne vem, neka gospa ne doseže konzerve tam gor, pa jo daš, to ne narediš zaradi tega, ker si višji, ampak zaradi tega, ker je to prav. To, da si ti višji, pa ti samo omogoča, da ti to lahko narediš. Ja. Ampak bistveno je tisti pogled pol, ki ti reče, hvala, ne? Tam je taka ena lepa energija skrita noter. In ta prijaznost čisto na vseh področjih jo lahko apliciraš. Izhaja pa iz tebe, ne? Če si ti nezadovoljen s svojim lifeom, pa če rad igraš žrtev, kako boš prijazen? Če do sebe nisi, ne? Kjer je še kakšna taka vrednota mogoče, ki bi rekel, da je te sveta resnica? Pri meni je recimo, da ti mogoče malo pomagam s kontekstom, pri meni bi bila ena taka zdaj sem jaz izgubil. Iskrenost. Okay. Iskrenost, da si ti, da te ni strah, tako bom rekel, ja, da se ne bojiš biti iskren. A veš, ker včasih nas strah ovira, da ne povemo po resnici, ker se bojimo posledic ali pa nekaj. Ne? Ali pa odzad nek sram ali pa nekaj, da nas bojo drugače videli. Ampak bolj, ko si ti iskren, se mi zdi, da bolj lahko življenje lepše peleš. No? Ja, meni se zdi, mogoče niso čisto vrednote, ne vem, kako definirava vrednote. Mislim, ja, niso čisto vrednote, ampak ena stvari, ki bi jih recimo poleg prijaznosti rad dal otrokom svojim, je pač to, da imaš rad sam sebe. Ne? Oziroma mogoče pol to gre naprej v neko samozavest. Lastna vrednost. Ja, ne? Da pač veš, da si enough, da ne rabiš znanje potrditve in tako te. Mislim, da je to spet easier said than done v tem svetu, a ne sploh zaradi tega, ker je pač toliko nekih zunanjih dejavnikov in ko živimo life in tako naprej. In tudi,
Tudi če si ti ful fokusiran na to, je še vedno otrok 8 ur na dan v šoli, v vrtcu, je obkrožen z drugimi otroci, ki pač niso tako vzgojeni oziroma ne slišijo tega. To je, da se imaš rad, da misliš, da si lep, take stvari, to se mi zdi tako, to se mi zdi, da če nimaš tega, ko si odrastel, oziroma če ne delaš na tem, tudi če vidiš, da nimaš tega, pa rečeš, ok, bom šel delati na tem, pa greš na neko terapijo ali nekaj, super, a ne dobiš to, se mi zdi, da je tvoj life much easier, če si osvobojen tega, da imaš self-confidence, da veš, da pač tako. Mislim, da je Sara Isakovič nekaj podobnega rekla, kaj je bila tako. Ja. A veš, vedno je pač to, ti si enough, nima veze, niso važne tvoje dejanja, niso važne, kaj narediš, kaj ne narediš, to je to. You're good enough. In pol si upaš iti ven iz cone obdobja, ker te ni strah, kaj se bo zgodilo, če, ne vem, ne bom dobil te službe, ki se prijavljam na njo. Kaj bo drugi rekel, če bo slišal, da sem zgubil, ne vem, 20 prijav. Whatever, jaz govorim iz nekih svojih stvari, ne? Ali pa če bom failil, ali pa to. To se mi zdi ena taka stvar, pol dosti closely povezana, se mi zdi ta neko, rečeva, mogoče to malo kasneje, no? Se mi zdi, da je ful dober, če imaš vsaj neke osnove nekega javnega nastopanja, pa mogoče jaz to izhajam preveč tudi iz sebe, ampak se mi zdi spet, da ti je ful lažji, če imaš to, če ima otrok to, da je bil kdaj izpostavljen temu, da se je mogel znati, rečeva temu, dati neke prednosti sebe in tako naprej, ker jaz dostikrat vidim zdaj, mislim, da pol, če imaš te stvari, če znaš nekako povedati svoje prednosti, če imaš self-confidence, to, pa si lahko zbereš literally karkoli na svetu, kar hočeš delati, in pol valjda you put in the work, da si dober o tem, in pol se lahko prodaš, pol lahko delaš to, a ne? Ja. Ker jaz vidim tudi zdaj jaz zdaj pač na Sintiži, recimo, ko hiram osebo, a ne, pa pač imamo ogromno prijav, a ne, vidim pač, kaj folk pošilja, pa kako folk pošilja, pa kakšen minimum effort je to. Ja. In je v bistvu full easy pač nekako pridati iz povprečja, se mi zdi. Res je, saj za moje standarde, no, mogoče, ampak tako res, take stvari se dogajajo, ne vem, kaj ti pošiljajo linke do portfolija ali pa do nečesa, a veš, pa je kar private link, ali pa je kar tako sign in, se moraš nekam sign inat. Pa tako, you're making my job harder. Ja, ne preverijo, ne? Nič ne preverijo, pa mogoče bi lahko sam z enim, ne vem, messageom do mene prišli nad vse, pa bi tako imeli več mojega attentiona, pa si izboljšali možnosti, da pač dobijo nek ta job. Ja. Tako, dosti je low bar, ampak za tega, kaj pač jim noben ni, se mi zdi, povedal, kaj morajo, kako morajo, pa mogoče jih je strah, mogoče delajo z nekimi, ne vem, to sem bil kar tako. Se mi zdi, da je, če imaš vsaj malo tega, da lahko izstopaš iz povprečja. Ja. Jaz sem enkrat en video na TikTok objavil, ker sem čistko instinktivno, lih zaradi tega tudi, ne, ker sem videl, kakšne prošnje za delo folk pošilja. Pa tako kruno, zdravo, zanimam se za delo, a ne, LP. Tako, no, ja, jaz tako mi čakam, da te pokličem zdaj, pa te prosim, da prideš, a ne. In sem pol pač izpostavil neke stvari, ki so se meni zdele smiselne, a ne, pa mogoče, ne vem, so meni se zdele samoumevne, ker že toliko časa tudi o tem sem, pa tudi tebi verjetno, ampak se nam ne. Sploh, če si na strani tistega, ki išče. In ena izmed njih je recimo, da poveš nekaj, ta prvi ti o nas oziroma o meni, kamor pošiljaš prošnjo, a ne? Torej, vas spremljam na Instagramu, zelo lepo zgodbo delate, ali pa vaši oglasi so nori, itd. Pokaž neko zanimanje za to, kar delaš, a ne? Ker to je icebreaker. Ok, vidim, da je nek passion tukaj, da si želiš tega. To je pri meni takoj korak višji. Mal popihi na dušo, kakorkoli. Ja. Pol, tako kot si rekel, portfolio, pokaž, kaj že delaš, pokaž, da si v tem že dober, povej svoje izkušnje. Bod tako, manj pasive, a veš, eni pošljajo to prošnjo, pa se ti zdi, da nočejo zares dobiti službe, sam pač so šli pa čez sebe, da so poslali. Jaz razumem, da je to težko, ampak bolj, ker si ti že proaktiven tudi v te prošnji, da kar ti rečeš, naslednji torek imam čas za sestank, če ste bi dal kar datum, ne? Jaz bi bil tako, bravo, stari. Ampak zakaj tega folk ne dela? Ne vem. Nimajo poguma, ali sploh ne razmišljajo. Pa so tako, v osnovni šoli so nas učili CV tako pisati, napišem tako CV, uporabljam Europass, boh ne daj. Ja. To je to. Jaz mislim, da si ne želijo dost
da imajo še zmeri toliko močen ta ali imposter tega vsiljivca v sebi, da si ne zaslužijo te službe in da pol nočijo izpadati zdaj, arogantni ali pa da se ven mečejo. To sem pa pri Slovencih ful opazil, ne? Da tudi Bog ne dej biti, pa se izpostavljati, pa to dejno, lega tega, kva se ven meče. Ne? Se mi zdi, da ta je kar močen faktor pri teh zadevah. Ja, možno je. Ja. Ne vem, jaz pravim, to, kakor imam jaz izkušen, se mi zdi, da tudi se folk ne zaveda, kaj je na drugi strani, da nekdo, ki dobi par 100 ali pa 500, 600 prošenj, da točno 20 sekund na eno prošnjo. Tako da rabaš pač res hard facts, moraš vedeti kaj, kako, oziroma če nimaš hard facte, moraš nekaj drugega pokazati. Moraš narediti. Veš, ful je zanimiv, recimo, noben ne naredi videa za prošnjo. Noben ne naredi sam linka, pa je tako 30-40 sekunden video, ki je tako, to delam, pogledal sem to, mislim, da bi vi lahko to boljš delali. Tukaj je moj link za book a meeting, to je to, konc, to, you're done, you're booked, imaš pogovor. Noben. Definitivno. Od 500 ljudi, nič. Pa to je najlažja stvar narediti. Mislim, veš kaj mislim? In take stvari, tako razmišljanje, gaming, ne vem, aj to, reče v temu. Pač tako razmišljanje, to bi rad dal otrokom, no tako da pač, the world is yours, pač, vsi so sam ljudje. Sam pošilji. Jaz zdaj, kaj grem nazaj, zdaj sem gledal, kaj srčam kakšne stare maile, pa vidim, kakšne neumnosti sem pošiljal. Tako leta, rečeva, 2011, 2012, pa sem tako, tako, kaj gledaš svoje stare Facebook poste, no tako so bili te maili. Kako random firmam, 99% nisem dobil odgovora. Apple, Google, kar vse. Sam šlo je in berem zdaj to in tako, tudi na angleščina na pol, ker če nisem bil tok fluent, sem bil tako, in si zdaj mislim, to je bil kar effort. Pa nikoli nisem bil potrd, ker nisem dobil odgovora. Sem bil sam tako, I'll just keep doing this. Nija veze. Točno to, a ne? Tako pusti sanjati, a ne? Pusti sanjati, pač probi. Ja, veš, koliko stvari lahko narediš? Jaz sem bil vedno tako, če se odločim, da hočem eno službo, bom dobil, prekeslej. To. Koliko stvari lahko narediš? Pogeš lahko fizične stvari. Res, če si res želiš službe, 100%. Ker večina ljudi, večina dobrih firm, dobrih menedžerjev, tudi če nimaš izkušenj, vsi hirajo za attitude in ne za knowledge. Ne govorijo o nekih zelo visokih, ampak govorijo o neke basic job openinge, a ne? Mogoče bolj začetniške, pa tako, pač valjda moraš imeti neko osnovo, ampak načeloma jaz sem zadnji hire, je bil po knowledgeu manj kot drugi kandidati, ampak je bil attitude tako dober, da sem bil tako, jaz hočem s tem delati. Ker na koncu menedžer zbira ljudi, s katerimi bo delal. A veš, in hoče, da je nekdo tam na drugi strani, ker tudi če ni znal, je napisal 6 ali nej, what's possible next, kaj je to, kaj naredimo? To je to lahko naredimo, Mark, to. Ja, in še lepša stvar tega je, da to ne pomeni zdaj, da se moraš delati, da boš všeč menedžerju, ampak da se zavedaš, da nekod zunaj obstaja menedžer, ki si mu ti pisan na kožo, ali pa pisana na kožo. In tebi je ta rezoniral, zato ker si pač videl mogoče, ne vem, ali mlajšega sebe noter, ali nekaj, kar ti je res všeč pri ljudeh, a ne? In tega ne moreš sfejkati, a veš? Tako pač. Ampak spet je effort, effort je, samo to je, a ne? Naredil je domačo nalogo, bil je tako, ne znam toliko tega, ampak to. Super. Ja. Meni je bilo zelo všeč vedno pri ljudeh, ki so tako prišli na razgovor ali pa pošiljali prošnjo, res ta del, da sem videl, da so si vsaj malo pogledali prej, kam pošiljajo prošnjo, pa komu jo pošiljajo, a ne? A veš, tudi zdaj recimo ti bom dal čisto preprost primer. Če ti meni napišeš mail, živijo sem, ne vem, Grega, spremljam Underdog vsebine, že toliko pa toliko časa, res me navdihujete, delam pa to, če boste kdaj rabili to slučajno, se lahko spomnite name. To je pri meni avtomatsko copy-paste v tabelico, ki si jo delam točno takih ljudi, ki so mi kdaj tako pisali. Če ti meni napišeš, če ti kdaj zmanjka idej za goste, evo me, a ne? Se sam odpišem nazaj, hvala, super, jaz tudi sem klečel, škarko rabim, ne vem, kaj ne ti rečem, tega že sam ta in se zavedam, ne jemljem tega osebno, ampak res ljudje, ki pošiljate prošnje za službo,
karkoli tasga, zavedajte se, da na drugi strani ni robot, ampak je človek, ki je lih tak, ki vija. 100%, In ja, je tudi lepo temu človeku izkazati malo spoštovanja, preden ga prosiš, da ti da službo, ki jo mogoče sploh nočeš. Ja, pa moraš narediti, to je ena stvar, druga stvar je pa narediti mu, on nekoga išče, naredi to, da tebe najde easy. Ja. Ja. Če daš link, če daš neki, ne dela, če daš CV, ne bojo gor prve 3 stvari, ključne stvari o tebi. Kaj si naredil, kaj nisi. Nared mu easy, nared mu, da v 20 sekundah vidi te stvari. In to se mi zdi, da je to je ta, da si dal self-confident, to je ta mix tega, neka samozavest, imidž, da te ni strah failurja, da si dostan se, nek rečeva, ne vem, če bi rekel public speaking, mogoče malo tako, ampak ta nek sales thingy, saj mal tega, to je zelo daleč stran od nekih prodajalcev avtov, ampak tako, da znaš listati, da znaš prebrati, mogoče da znaš prebrati, kdo je na drugi strani in kaj želi, kaj mu je težko, s čem ima problem. Če ti meni rešiš problem, you're hired. Ja. Mislim, pa to ne govorim kot jaz, sem kdorkoli. Če mu rešiš problem, you're hired. In isto je z freelancerje ali pa ljudi, ki ne vem, ponujajo videoprodukcijo, ki ponujajo fotkanja. Ne? Pač najdi brende, ki so ti všeč, pošelji mail, pa zraven jim daj nek CV, ki ga imaš. Ja, nimam CV-ja. Ok, naredi ga. Ja, nimam portfolija. Ok, piš jim, da boš naredil za ston fotkanje, samo to, da si portfolio ne bildaš. Ne? Velikrat je pol ta strah, ki jim ne pusti priti od 0 do 1, zato ker hočejo iti iz 0 na 10. Ne? Ampak zavedaj se, da prvo moraš ti pač imeti nekaj za pokazati. Tako je, hvala Bogu, da je tako. Pa ti lahko narediš danes oglas za Nike, oglas za McDonald's, oglas za Apple, whatever you want. Če govoriva recimo za neki videographer ali pa motion designerju. Točno tako. Nared, pa daj v portfolio. Enkrat na tvoj portfolio Apple, Microsoft, KFC, McDonald's, noter 4 oglase. To je to. In ko nekdo vidi, pa valjda napišeš, da je to nek passion project ali whatever. Ko nekdo vidi, da si ti toliko časa vložil, brez da si bil plačan, da si toliko razmišljal o tem, da si toliko delal, to je attitude, ki ga rab. Ja. Tako, res, on še v prostem času razmišlja o tem, kaj bo delal. On še v prostem času dela neke passionate projekte, ki so povezani s tem, kar jaz srčam, mora biti res mora biti passionate about this. Veš, kaj mislim? Ja. Gary Vee je en lep stavek rekel, ki ga imam jaz še kar v glavi. Sploh ni stavek. Rekel je winners win. Torej, zmagovalci bojo zmagali. Torej, če si ti dosti dober, verjem, da bo en to cenil. Ne biti pa slab, pa misli, da bi mogel ceniti to, da si dober, ki mogoče sploh še nisi. In, veš, če se vrnemo na ta notranja, se pravi notranja potrditev oziroma lastna vrednost, kar sva govorila. Vse izhaja, veliko izhaja iz tle. In pa zdaj to zanj sem en TikTok videl, ki je v bistvu kako par otroku ti pri tem pomagaš. Mogoče si ga videl, glede na to, da zelo to študiraš. In v bistvu je bilo, da otrok ti prinese risbico, recimo 3 leta star otrok ti prinese risbico in ti reče, lej, kaj sem naredil. Ja. In namesto, da ti rečeš, tako, kaj je 99% reakcija, kako lepo, ne vem, lepš ne bi mogel iti, da ti to risbico daš njemu in mu rečeš, kako se pa tebi zdi, ti mi povej, kako se ti zdi. Kaj pa si naredil? Ja, kaj pa si naredil, Ja. Kako pa si to naredil? Pa ja, vzel sem si čas, narisal sem in kako se ti zdi? Ja, lepo. A je bilo težko? Super. A si se mogel potruditi? To. Si poznal, ne? Ja. To je to. Ja, valjda. In sem tako jaz razmišljal, ko sem to gledal, sem rekel, wow, ne? In je rekel, model je rekel, tako boste otroku dali možnost, da se on sam odloča, je dovolj dober, ker ga boš učil že od malih rok, da je on tisti, ki bo rekel, kakšna ta risbica. Ne, da bo pač karkoli bo v lifeu naredil do vseh nosov, pa rekel, aj te pošiča, ne? Ker kaj taki ljudje začnejo pol delati? Začnejo prositi druge ljudi za mnenje, da je njihova ideja dosti dobra, da jo realizirajo. In istočasno, kad to narediš, si ti oduzemaš ono, kar je v tej fazi najbolj pomembno, in to je hitrost. Da ti samo daš na trg, samo vidiš, a je dober ali ni, brigate, kaj si drugi mislijo, ker ti veš, da je bilo za tisti čas dosti dober in greš naprej. In tako, ko nazaj pogledam jaz, veliko stvari, koliko sem se bremzil, pa koliko jih nisem upal narediti, zato ker me je bilo strah, kaj si bojo drugi mislili. Pa je bila to lahko predstava, evo, zdaj sem je zrisala. V 3. razredu osnovne šole, po moje, je bila neka predstava, kjer sem jaz rekel, takrat sem fuzbal začel trenirati, sem jaz rekel, da bom jaz pač imel nastop, kako žongliram z žogo. Ne? Jaz sem vedel, da jih ne spravim skup 4 ali pa 5. Ne? Ampak jaz sem bil prepričan, da bom šel pač gor in to naredil. Ne? In še fotor me je prišel gledati s fotoaparatom, vse.
No in pride čas, da bi mogel jaz nastopati, meni srce razbija. In jaz pogledam učiteljico in naredim tako. In ona meni, prav, a ne, mislim, me pokliče, pa pravim jaz, veš, ne bi sem se premislil, ne. Ona se je oddahnila, kaj je vedela, pač kva imaš tikle za žonglirati, če ima bo glasbo, da nastopi, pa ne vem kaj vse. Ampak jaz sem bil toliko pač navdušen nad tem, da sem hotel. In tudi očil sem naredil tako, ne, je rekel, itak, se ni panike, a ne. Ampak evo, pač en tak strah, kaj si bojo drugi mislili, ne. Če bi jaz takrat bil uno, pa se vse en, kaj si mislijo, bi šel, ne. Ampak Ja, samo vprašanje, a misliš, da si lahko toliko mlad? ne, tako? lih to sem Jaz mislim, hotel da ne, reči. jaz mislim, Ne da je to moreš. pač- Slej, ko prej pride ta strah, kaj si drugi mislijo, pa kjeri punci sem všeč, pa kaj si profesori mislijo. o Tako, ko meni. si mlad, je to tako, a ne? Ampak, Ja. Sam kako bi bilo, če tega strahu ne bi bilo, da bi si vsi upali biti. Wow, to je bil kar kaos, a ne? Vsi, vse, sam gremo. Ampak tako iz ene dobre namere od zadnja, veš, Ja. da ne bi bilo tega feelinga, da en to dela, da se bo koristil, ampak da cel svet, Sam, da sam, vsi, sam to, kar se jim zdi prav in zakaj oni so rojeni. ful bilo nekih fail videov, ne? Wow. To je bilo hud, Wow. hudi faili. Ena izmed stvari, ki sva rekla, ne, ta self-love ali pa karkoli. Mhm. Veš, isto tako, ko sem ti rekel, da se mi zdi, da otroci vse posnemajo. Pa sem razmišljal, kako dati otroku to, da se bo imel rad, a ne, da bo tako, jaz sem lep, Tako pač, da ne bo ono se pogledal v ogledalo. Jaz sicer nikoli nisem imel teh challenge-ov. Pa sem tudi bil, sem imel tudi, ne vem, 35 kg več, kot jih imam zdaj, pa tako naprej, a ne. Ampak se mi zdi, da ne vem, mogoče je to nekje deep inside, če skrito, pa bo prišlo enkrat na eni terapiji nekje ven, ampak nisem zares imel problema s tem. Kako to otroku dati, da bo on tako, jaz sem lep, hudo, ne tako, da se vidi, pa več, oni mi všeč to, kaj je drugače kot ostali, a ne. In zdaj se ne spomnim, ali sem prebral, ali sem videl, ali sem neki sen, ampak je tako spet z opazovanjem, a ne, se pravi, ne da mu jaz govorim, lepa si, a ne, ampak da, ko je ona zraven, jaz sam sebi rečem, ful si lepa ti. Znaš, tako, gledaš se v špegel in to, in si tako, wow, le koliko sem jaz lep, le koliko sem jaz hud, kjer lep nos imam, pa všesa, pa to. In to mala prve, ne vem, 5krat, tako gleda, kaj, ne. In zdaj, ko jaz začnem, ona začne isto govoriti. Lepo. Veš, in je tako, koliko sem lepa, lej. Veš kaj mislim, je tako trikneš, ne vem, tako, ta se mi zdi, vse posnemajo, vse kar češ posnemajo. Zdaj si mi vklopil en glas, ki mi je rekel, sama, a ni to pač zelo lepa predispozicija za enega egocentrika pol, ki si bo sam sebi samo všečen, ali kako bi te, veš, ampak je spet ta definicija te besede, ta, ki meni ostaja od prej, ne, samo všečen. Kaj s tem narobe? Poln sam sebe. Jaz mislim, da je to pol ta ekstrem, a veš, kaj prenese, Ja. kaj pol daš stran prijaznost, daš stran, pa si samo tako, jaz sem najlepši. Ja, To je po moje to egocentriki, so Okej, tako okej. vse so oni so najlepši in se sploh ne zavedajo, narcisoidi, a ne? Ja, Kako ja, rečemo, a ne. Torej, primerjava Velika- pride v igro. Ja, verjetno, a ne? Mislim, tako, jaz sem kaj rečeva, jaz sem najbolj pameten, jaz sem najlepši, jaz sem to. Ja. Nobenega drugega sploh ne gledaš, se ne zanimaš, karkoli ti kdorkoli drug reče, si se ne daš v njegovo kožo. A ne? Ne vem, to bo zanimivo, ko bo ta mala, ko bo otroci starejši, z vsemi družbenimi omrežji, z vsem tem bo. Ja, čist drugače, kamija, ne, odrašča. Mislim, sploh nimam, ne vem, tudi ta, veš, moderation, kakšen moderation, jim daš to, jim ne daš, kako jim daš, ker če jim ne daš, pol so izključeni iz družbe, mislim, pol nimajo tega, pol je tako, veš, kaj mislim, ne vem, tam še nisem, no, ampak se vse ob svojem času. Kjer je pa zdaj največji problem, izziv, ki ga rešuješ v teh letih, se pravi okoli 4? Kaj je tako tazga, kar mogoče te je malo presenetilo, ali pa da se moraš malo več ukvarjati s tem, no? Kot Jaz starš. mislim, da zdaj ta 3-4 ratajo res lepa leta. Jaz sem tako res začnejo že razumeti stvari, lahko se pogovarjaš z njimi, ful so bolj pametni, ker sem jaz mislil, da bojo. Ful imajo neke odgovore, ful nekih besed poznajo, ker sem jaz tako. Kako je ta beseda prišla v tvoj besednjak? Recimo glihkar. Pa kar neke take stvari, ki jih uporabljajo tako v stavku, pa si tako. Kaj si rekla, glihkar jontom, kako, veš, take. Mogoče je to največji challenge, da glih to, da pač mentalno, pa ko se pogovarjaš z njo, pa ko dela stvari, se mi zdi že ful starejša, polno pa še vedno problem, ne vem, a veš, se boji, mogoče ne vem, ostati pri nekomu drugem. Pa se to
normalno, a ne? Ampak tako, ni še toliko easy, kot bi mogoče zgledal, glede na pogovor, ki ga imam z njo, ali pa glede na aktivnosti, ki z njo delam, ker lahko vse delam. Ali še otroci so tako pač, karkoli jim boš dal, in to je lepota, se mi zdi, karkoli jim boš dal, z vsem bojo zadovoljni, več ali manj, če boš ti zraven. Prav, če jim daš risanke, super. Če jim daš telefon, super. Ampak tudi, če jim daš risanke, pa ne daš telefona, pa jim daš gost, pa zmišljujem si stvari, pa knjige, pa puzle, pa to, pa si ti zraven, super. Njim je to noro. Karkoli jim daš, jim je noro. In poje na teb, valjda je pa teb kot staršu, ki ne spiš, ki imaš službo, ki na novo handlaš odnos s partnerjem, ti je pa valjda lažji dati risanke, telefon, to. Samo miru ne imaš, ne? Ja, tako da to je tudi problem. Karkoli je, tudi tako hoja po gozdu, iti na pohod, pa je tako, 3 je stara, bo hodila 5 kilometrov. Bo hodila, ker jaz vmes povem 500 gang. Pač to je full hard job zame, ker si jih pa zmišljujem, literally pač ko hodva, Ampak dokler jaz govorim o ganke in dokler se mi jaz smejeva, ona hod. Znaš kaj mislim? Dokler midva iščeva polške, dokler iščeva mah, dokler naberava v vrečo kamne, dokler gledava drevesa, pa dava dol ljubje, pa delava to, svajn. Takoj, ko se jaz neham ukvarjati, ni več okej. Kdaj si začel knjigice brati? Prtamali že... Takoj, ampak to mogoče, mislim, takoj. Mislim, ne vem. En mesec, takoj. A res? Ja. Takoj. Jaz sem pa to... Ampak mogoče tudi meni je, pa mogoče na začetku še niso bile knjigice, bila je ena knjiga, ki je pa taka črno-bela, ker na začetku imaš ta video full kontraste, tako da je bilo to, ampak večinoma na začetku prve par mesecev so bile igre z lutkami oziroma s temi. No, jaz sem bil 7 let v gledališču, a mi je mogoče to blizu, da znam improvizirati, mislim, tako mi je v easy se spomniti pravljico o kozarcu pa o sovici. In mi imamo doskrat doma je tako, ti daj povej pravljico, pa kar nekaj reče. In pa sem jaz tako, zdaj moram jaz povedati pravljico o mizi in o lazanji. Tako, ampak nekaj se zgodi, ne. Tako da jaz sem doskrat so bile te lutke na začetku, to je bilo full, pomenilo neke reportaže, mogoče pa vremensko napoved, pa to. Pa tako, ne vem, jaz sem se kar, dobro, tudi na začetku sem še parkrat mogoče tako bil, damo risanko, pa smo gledali unga Blipija, pa moje tako 5krat vse skupaj. Pa je kar nekako šlo iz tega, da je to sploh opcija. Iz moje glave je šlo. Pa ne za tega, kao ne sme, še vedno, ko je bolna, pa ko sta oba dva doma, pač ko je tako, risanka, to je pač zelo redko. Ampak je vedno, ko je dolg čas, ko je dolg čas, pa se mora biti, da mora biti dolg čas, ampak vedno, ko je neki, je tako knjigica, to je to. Imamo doma, ne vem, vse knjige, ki so za otroke, po moje, ne vem. In tudi ona jih pol sama zna brati. Gleda slike, pa kar nekaj govori. Veš. Pa ful se mi zdi, da je tako ta attention, pa fokus pač ogromen, pač ko puzle ona pač puzle sestavljati, veš, 1 uro, uro pa pol, pa je tako pač ni dolg čas, se mi zdi, da je cool, no? Da je to the way to go. Ne vem. Kaj pa to, ker si mi rekel za piknik v gozdu, ne? Da kosilo v naravi narediš za otroci, to je noro. Ja, jaz mislim, da veš, karkoli vse te stvari, ki hočeš delati, si jih moraš narediti čim lažje. Ker je ful težko. Ful težko je ne dati risank, ful težko je brati skozi knjigice, ful težko je karkoli delati, iti teč, če tečeš. Ful težko je iti kar v gozd enkrat na teden. Dež pada, to je, kaj boš delal v gozdu vsakič nekaj. Tako da sem pa rekel, dajmo pač enkrat na teden jemo špagete, pač pa makarone lahko jemo v gozdu. Pač mi živimo na nekem obrobju gozda, hoje 15 minut v eno stran, 20 do ene klopce, tam je pač klopca in nek stvar, ona ima svoj ruzak in to in gremo pač sicer družina enkrat na teden, na kosilo, pač se usedemo, smo tam 20 minut, pojemo, gremo malo okoli potečemo, gremo domov, ker pač imamo naprej, ampak gremo v gozd, smo tam, je nice, gledamo drevesa, gledamo to. Ne vem, se niti nimam zares razloga, da bi rekel tako nek science reason, zakaj grem zdaj v gozd. Ampak se mi zdi, meni je cool it, jaz se odklopam malo, pa tudi se mi zdi, da otrokom, kadarkoli so tečni, se mi zdi, jaz sem upošteval 2 stvari, kadarkoli so tečni, 2 stvari rešta ponovati stvar, da jih spustiš ven, ali pa da jim daš, da se igrajo z vodo. Pač voda, daš jim 2 lonca, voda, noter, ne vem, fižolčke, grah, karkoli, to je to. Nehajo biti tečni. To je to. Pač engaging in to. Ampak
tako si narediš stvari lažje. In tako smo, in to zdaj funkcionira že po mojem 2-3 mesece. No. In tudi smo bliže podržil, nas je že opravil, to vse, ne vem, ja. Zdi se mi, da je zelo strasten do starševstva. Passionate about parenting, bi rekel. Tako vsakeč, ko se vidva, imaš neke nove informacije oziroma neke nove miselne igre ali pa kaj tazga, ki jih daješ v prakso. Zakaj misliš, da te... Ali je to samo ta tvoj fokus, ki ga nekam usmerjaš in je fokus, kamorkoli ga usmerjaš v taki kapaciteti močen? Jaz mislim, da to pride iz nekega hard worka, pa ne vem, ne bi rekel perfekcionizem, ker nisem tako, da sem perfekcionist načeloma, hiter dan stvari, mislim tako, probam hiter stvari, kaj rečeva, delati, deliberati, ne s preveč razmisleka, probam pa iteriram, pa tako naprej. Ampak, ja, če že zgubljaš čas, to je ena stvar, ki mi je fata rekel, pa če že če že zapravljaš čas na nečem, zakaj bi delal nekaj na pol? Mislim, daj naredi tako, kaj je treba, isto časa boš zapravil, mogoče malo več, ampak boš imel veliko več od tega. A ne? In spomnim se enega, je bilo nekaj, kar je rezultiralo na koncu v kregu med staršema, ampak izhaja iz istega vodila, je bilo, foter me je vedno spraševal, kaj boš, ko boš velik? Ne? Moj foter je hotel biti športnik, je hotel biti profesionalen nogometaš, mogoče glasbenik, to ne, pa nikoli pač ni šel to profesionalno, pa je pol po moje hotel mene malo v to usmeriti, neke svoje sanje, čez to živeti. Vedno me je spraševal, kaj boš, a bi to. Jaz, ko sem bil mali, sem treniral vse športe in igral večino inštrumentov. Nisem večino, ampak tako. Sem kar bil all over the place. In po enkrat rekel, a boš lopal. Sem bil tako. Meni se je zdelo to smešno, sem tako, ja bom lopal. In pa je to mami stišala in pa fotor nadaljuje in reče, sam veš kaj, če boš lopal, prosim, ne biti lopal za 3 lizike, 20 €. Če boš lopal, za 20 milijard, pa pejt, pa da te ni, pa to je to. Sva spet ta neka, veš, karkoli delaš, deli najboljš možno, in pa je bila mami tle, tako si ti normalen, kaj učiš otroka, kaj bo lopal, kaj bo to. Pa se je bil vse tako, sam je to, a ne, karkoli delaš, pač to je effort noter, naredi hard work, ker pač itak boš zapravil čas. In jaz to dobivam ogromno zadovoljstvo, se mi zdi iz tega, da pač naredim najboljš, kar znam, ker pa če je failure, če neki ni tako, kot bi mogel biti, sem tako, naredil sem najboljš, kar znam. Nima biti kaj žal, vse sem naredil, kar znam, sem naredil. In to se mi zdi, da to te pol poriva naprej, to si pa pač tako, bomo še probali, delam najboljš, kar znam, skozi delaš najboljš, kar znam, dovolj si, a ne? To te je pripeljal pol tudi na konc do Sintiža, a ne? Nekaj si bil tudi v tujini. A si bil žena? Ti? Oba. 4 leta v Londonu, ja. Takrat še ni bilo otrok, ne? Ne, oziroma na koncu, ta mala se je rodila v Londonu. A je rojena v Londonu? Tako je. Dej me pel čez ta proces, kako si mogoče prišel do Sintiže, pa kako si s hard workom konstantno šel stopničko višje, ne? Ja, jaz sem začel kariero na Publicisu je oglaševalska agencija, tam sem poslal nek tak, rečeva, kreativen CV, nekaj, kar sem je pol vzel za nekega asistenta, tako kot pač je, in to je bil moj vstop v neko oglaševanje. In vedno, ko začneš nekje delati, saj jaz, ko sem gledal te oglaševalske agencije, veš, Publicis, pa gledal sem mogoče Mad Mena, pa te serije, sem bil tako, kjeri so to hudi modeli, stari, kjeri so to frajeri, a ne? In pa prideš kaj in doskrat se mi je to zgodilo, mogoče na zadnjih 2 sicer ne, ampak doskrat se mi je zgodilo, sem bil tako, vse so frajeri, ne, ampak pol čez pol leta sem pa tako, pa se ni nič tacga. Tako, it's fine, a ne, nič posebnega ni. To je to. In se mi zdi, ko imam ta občutek, da sem tam pobral to, kar sem imel za pobrati. Ko imam občutek, da sem najpametnejši v sobi, in da se dogajajo okoli mene, rečeva, neumnosti, ker pač doskrat se dogajajo, sem tako, it's time to leave. In na Publicisu pač super izkušnja. Jaz vsaki moji službi sem se imel nora in mi je prinesla next step, totalno logičen zdaj, ko gledam nazaj. Tako 100% makes sense. Zaradi tega sem bil na Publicisu, sem pol dobil na Renderspaceu, del pristop skupine. Tam sem pol delal dosti stvari
za Celtro. In ko sem šel v London, sem v bistvu jaz sem Ano spoznal aprila, ona je rekla, jaz se oktobra selim v London. Sem bil tako, dajva biti polet skupaj, pa let's see what happens, a ne. In ko se je ona selila v London, sem pač začel hoditi v London vsak mesec in po sem en let, četrtek je bil let gor, tork je bil let nazaj, pol en teden lufta, četrtek let gor, tork nazaj, tako, to je bilo 10, mislim, da sem imel v tistem letu, a ne vem koliko letov, tako crazy, pa delal sem na Render Spaceu in pa sem skozi iskal službo zraven v Londonu, ampak London je different game. Ne, jaz sem bil sicer tako, po mojem bom dobil neki. Takrat sem imel tabelco, to poslal sem, mislim, da čez 200, 250, krepko čez 200 prošen, imel sem po mojem rekel bi 20 intervjujev, po mojem sem 3 prišel do neke zadnje faze, vse 3 izgubil. To se je dogajalo, sem to delal on the side, doskrat za malce šel domov, na kosil, naredil intervju, prišel nazaj na šiht, tako pač je bilo, commitment je bil, a ne, hotel sem iti gor. In pa sem rekel, ne morem. Pa flat sem kupil, takrat sem vzel kredit, to je bil mogoče april ali neki, sem kupil flat in sem bil tako, tudi ne morem dati zdaj odpovedi, a ne, ker pač rabam denar, ne morem iti gor, rabam pač odplačevati kredit. In pol, po moje pa na 10 mesecih sem rekel, to ne gre več tako, bom jaz vprašal kolega, da mi posod denar za naslednje 4 mesece, Ana bi pa, to je bil recimo maj, juni, Ana bi septembra končala magistersko, do septembra grem v London, vzamem to, kar rabam, da imam za kredit pa za živeti, se si sposodam, če do septembra nimam službe, we're coming back. In preden sem dal odpoved, tako, to sem se odločil, začel stvari rihtati, da bom dal odpoved, da bo to šlo po moje dan, 2, preden sem dal odpoved. Sem poslal takrat še mail Mikeku, ki je founder Celtre skupaj z Majo, in sem bil tako, ker sem z njim veliko delal na Render Spaceu, in to je to, a ne, ker z nekom dobro delaš, ko si z nekom prijazen. Oh man, the door is always open. In sem ostal poslal, Miha, tokrat eno drugačno vprašanje, jaz se selim v London, a imaš slučajno karkoli za me na Celtri? In je bil sam tako klic naslednji dan, to, imam, to, job. To. In to je to, in sem šel v London. In tudi tam nisem vedel, sploh v kaj se spuščam, kaj pomeni biti brand manager, jaz sem bil pač neki digital strategist, neki, to je tako, v slovenskih agencijah je si one man band doskrat, delaš veliko stvari, ne? In pa sem prišel tam na Celtro, ker sem jaz prvič videl nek tak, rečeva, startup z dosti sredstvi, ki da svojim zaposlenim vse, tako malo mini Google se je meni to zdel, nore pisarne, Miha pa Maja pa ekipa, oni so ogromen dajalo zaposlene nazaj, jaz mislim tako, zavedno mi bo to ostalo spominu, koliko hudo je bilo. Pač tako, stocked fridges, vse, pa to je čisto neki basic stvari, ampak jaz sem bil takrat res neodušen. Ja, verjamem, ja. Da te čaka, kjerkoli komp hočeš, vsi te sprejmejo, tako. In pa sem bil tako, kaj si ti za marketing manager za Evropo? Sem bil tako, I have no idea, kaj to pomeni in kaj moram delati. Ampak pač, veš, vsi gledajo samo tvoj attitude, vsi gledajo samo, koliko se trudiš. Noben ti ne bo rekel, če vidi, da delaš, če vidi, da si dosleden, če vidi, da znaš komunicirati, da si in the loop, da slediš. Noben te ne bo kar odpustil. Pač you're working. You're getting up to speed. Koristen si, a ne? Ja, pač učiš se, boš, samo to pokazati, ne? Tako da, jaz sem pol Evropa, pol čez pol leta sem še Azijo, vmes enkrat še Ameriko, tako da sem delal v 3 time zonih, ker je dala ena tam gospa odpoved. Ampak super experience, pač London je bil, za mene pa za Ano v tistem časovnem obdobju, s tistimi, pač rabiš neke prihodke, normalne, a ne rečeva nek average. Kaj pa ona delala? Ona je delala pa, se pravi, magisterij, pa je tudi, ona je v Sloveniji že začela delati na PwC Consulting. In pa šla v London, in je delala tam magisterij in je iskala službo neki, consulting, neki, in pa je tudi nekaj časa, po moje 2 meseca delala v nekem sushi baru, sushi naredila usposabljanje za rezanje za te stvari. Pa zraven iskala, no pa na koncu dobila PwC, ko delala tudi tam, ta nek consulting oziroma non-audit assurance, se nima veze. In je, tako da London je bil amazing. Pač ko, jaz sem prepotoval cel svet, takrat Celtro. Vedno sem si želel kot otrok, moja mama je ful potovala, ko sem bil jaz mali.
Vedno sem si želel teh biznis tripov. Da greš na avion za biznis. To je bil sukces za me, evo. In ko se je to zgodilo, kako si se počutil prvič? Ja, hudo. Stari hudo. Kjer komad si imel slušalke? Po moje Jay-Z New York, ali kaj je? New York. To. If you can make it here, you can make it anywhere, man. Yeah. To je bilo top of the world. Yeah. Ampak se je to pa kar stopnjevalo, pa je bilo tega ful, tako, dost nekih tripov, dost tega. Pa meni je bilo vedno exciting. Jaz sem vedno rad šel na te stvari. Ampak se stvari spremenijo, ko imaš otroka. Se mi zdi ful, da nočeš več tok iti na te stvari. Mogoče, ker so ful majhni, hočeš, da se spočiješ. Zato za 4 dni tako moram iti, da se spočijem. Biznis. Ampak ne, to. Tako da pa iz centre sem bil jaz odpuščen. COVID. To je bilo tudi kar experience. Pa mogoče je to nek tak, veš, kako različni ljudje reagirajo na te neke slabe novice. Jaz sem dobil klic, pač HR, to. Ne vem, bilo je odpuščenih takrat mogoče 40, ne vem koliko, tako te bi rekel 30% ljudi. Tega pač marketing je vedno nekaj, kar sploh če ne deluje, sploh če ni pravilno postavljen, dostikrat je težko dokazati, da prenaša neko vrednost in pol dostikrat to dajo stran. In jaz sem dobil pač ko, you're done, in v tujini je to tako pač, you're done, pač konc je. Zdaj. Odpovedni rok? Če ni tega, ni tega, imaš neke 2-3 tedne mogoče za nekaj, da lahko vprašaš stvari, ampak nehaš delati takoj. Ja. Dobiš mogoče še plačo, takrat je bilo neki mesec pa pol, ali pa kaj tako, pa da poskrbijo, pa tako, ful so bili, vse je bilo ful fair, jaz nimam nič za reči, ampak pačko, you're done, ne? Nimaš več tega, ne? In zdaj imamo 2 reakcije, Ana je bila takrat noseča, bila sva v Londonu, bil je COVID in imaš 2 reakcije. Moja reakcija je, jaz sem bil odpuščen. Moram nagruntati, kako ostanem na celtri še za 2-3 meseca, da prenesem noter še teh x tisoč evrov. To je bil moj prvi thought. Kako ostanem tle še 2 meseca, 3, da imam večji time, da rešam stvari. Ja. To je bilo moje. Jaz nisem nič žal, nisem tako, ok, how do I do that? Ana, na drugi strani, je bila kolaps. Ja, verjamem. Pa sploh ni bilo njej. Ja. In ja, sem na gruntu, sem ostal še pol 2 meseca. Ja, hvala, da si. Vse to, ne? Tako da pa sem v bistvu ugotovila, pa sem šla nazaj v Slovenijo, sva ugotovila, it's fine, we can have a careless summer. Ana je bila noseča, jaz sem iskal job v Londonu, iskal job v Ljubljani. Dobil job v Ljubljani, čeprav sem rekel, da ne grem več na agencijo, se zaradi čega kruha največ poje, sem šel na agencijo, takrat na Herman in partnerji, in mi ni bilo žal, spoznal sem nore ljudi, res pač tudi ena od boljših izkušenj, čeprav sem bil tako, Ana, jaz res nočem na agencijo, pa je bila Ana tako, ja, ampak I'm pregnant. Plus v Londonu sva, plus ne bo več v Londonu, zelo kmalu. Ja. Tako da we gotta figure stuff out. Ja. Pa sem bil tako, ok, gremo v agencijo. In tam sem prvič dobil, tam sem bil influencer strani Nina, je bila moja mentorica, moj pač menedžer, ona mi je prvič pokazala, kako razmišljajo startupi, kako delati efektivno, kako prioritizirati stvari. Na agenciji vedno nekaj gori. Vedno nekje gasiš požare. Vedno je nekaj narobe. Hočeš, pa nočeš. Ne glede na to, kakšno ekipo imaš, ker je tak business model, ker so taki ljudje, ker so taki klienti, vse skupaj je perfect storm in vedno gori. In je super. In to je super stvar za biti ko si mlad. To je tako vojska. To je tako, greš kaj in si tako, prideš ven iz tega čez 5 let in če si še sane, če prideš ven in če znaš, si tako, ok, jaz sem zdaj mašina. Nothing can hurt me. Eno gledaš, star. To je to. In pol letiš. Okay. Jaz sem šel nazaj v agencijo in je bilo pač, ko sem rekel, da je bilo hudo, naučil sem se teh nekih stvari, Nina mi je dala ogromen in pa sem se po kakšnem letu pa pol začel počutiti spet tako, ok. Zdi se mi, da sem mogoče najpametnejši v sobi, doskrat. Pa mogoče je to, ne vem, ampak jaz dobim tak feeling, no. Prerast. Ja, ko skozi iste stvari delam, skozi enake probleme mini rešujem, pa sem tako, come on. Več. A je kaj neki, kar je meni težko, a ne? In rabam to, ker drugač pa ratam ekstremno len in ekstremno nezainteresiran, neprijazen in sem cranky in do vseh. Tako da vedno skrbim, da je ta pace močen.
In ja, pa sem videl na LinkedInu, nekdo je nekaj napisal, Jakob, moj zdajšnji menedžer, oziroma zdaj ni več, ima se nima veze, pač Jakob, eden izmed prvih zaposlenih na Sintiži Slovenc, je nekomu nekaj komentiral, sem pogledal, kje dela in sem bil tako, wow, to je nice produkt, wow, oni so še majhni, iskali so takrat nekega growth, neki. In spomnim, bil sem na morju in sem napisal prijavnico, mogel sem pisati prijavnico in sem kliknil submit in je bil nek error je bil. In sem mogel še enkrat in ta mala me je tako vlekla za hlače. Vem točno, kje sem bil. In sem bil tako jezen, da sem bil tako, zdaj bom za nalašč še enkrat vse izpolnil. In sem še enkrat vse izpolnil. In te mala? Bo šlo malo, ampak jaz, a veš, ponovadi, ko izpolniš vse, ko se res potrudiš, delaš nekaj 15 minut in pol nekaj fejla, si tako, ok, ne bom. Ja, grozen, to je grozen. In če ne bi takrat, po moje ne bi, ampak sem izpolnil. In sem dobil takoj mail nazaj od Jakoba, hej, Mark, full nice, hvala za prijavo, let's hop on a call. In sem bil tako, kaj? Hop on a call, ok. In spogovarjava in sva imela par klicev in vse že od začetka je bilo smooth. Ta cel proces, kako dobiš datum, kdaj boš hop on a call z nekom, ki hajera. Kako? Ja, Calendly link, zber si datum. Ja. To je bilo meni tako. To je smooth, tako mora biti, tako morajo firme laufati. Tako rabim. Ja. To jaz hočem, tak efficiency. Ne pa una asistentka ti bo do te poslala, pa ti bo una dala datum, pa pol bo una. Ja. Zberem si datum, gremo, sem imela neke 2 razgovora, 3 dobim task. Naredim task, kolikor dobro ga znam narediti. Tako job description je bil tako nek growth marketer, rečeva. In sem bil tako, ok, jaz bi, vedno bolj se mi je zdel, da bi rad to službo in sem se hotel potruditi in sem bil tako, Jakob, daj mi še en task, tako vmes, ko je unga, da sem tako, daj mi še en task, daj mi karkoli mi da, jaz bom naredil, a ne? In mi dal še nekaj. In sem naredil. In pa spet, ko mine mogoče dan, pa ful je hitro odgovarjal, vse je bilo ful honest, prompt, tako res je bil nice experience. In pa enkrat ležim ta mala joka, to, kar se ti predelo odlagaš ob 3 zjutraj, nekam ležim, imam Apple Watch in sem tako, jaz moram njemu poslati mail, 10 reasons why he should hire me. Mislim, moram povedati, zakaj me mora hajrati. In si dam tako voice note in posnamem in drugo jutro vstanem, takoj tam napišem, napišem. In takoj odgovorim nazaj spet, kao, ful hvala za to, ful si mi pomagal, kao, nič drugega. In pa ga na klic in čez 2 dni mi pač rekel, you're getting an offer. Jaz sem bil tako. To mi je všeč, stari, pa mi ful veseli, da si povedal, ta proaktivnost. To, ki si začutil, da je nekaj, kar ti je namenjen, pejt po to, ne? Ja. Pa nimaš nič zgubiti. Kaj ima en mail. Mislim, kaj ti bo napisal dosadan si? Ja, pa to če. Pa prav, pa sem, ja, tak sem, kaj ne? Ja, in to je to. In to je bil najboljši mail, kar sem ga poslal v life. Ja, nisi pa pisal, prosim, vzem me, ker imam ta dolg, pa to, pa prosim, ne vem, me bojo izselili, če ne dobim službe. Ne, jaz sem naredil njegovo odločitev lažjo. Se pravi, why you should hire me? Zato, ker ti bom rešil to, ker znam to, ker sem delal to. Mogoče nisem to, ampak sem to. In tle se vidi noter, pač tle je ta, tako pokažeš, tako demonstriraš na začetku že veljo. Lahko bi še veliko več naredil. Ja. Lahko bi vzel, tudi en izmed taskov je bil, da vzameš page, pa ga predelaš, pa sem že to mogel narediti. Pa tako, so bile neke stvari. In to je bil best mail, ki sem ga poslal. In v zadnjih 2 letih pa pol, ko kar delam, je pač moj professional growth. Je pač tako. In to ti naredi dober menedžer, to ti naredi dobro okolje, dobra firma, dober produkt, ko pride ta perfect storm in je noro. Ja. Mislim, vsak prejšen korak te je pripravil na naslednjega, ne? Tako kot te zdaj ta korak, o katerem si pripravljen na naslednjega, ne? 100%. In se že dogaja usporedno tudi, veš, in je full up, mislim, to je to, kar si prej rekel, da se igraš, a ne? Ker si tako nehate biti strah, rataš dosti confident, da pač lahko preneseš nek value podjetjem. Vidiš, kako delujejo take firme. Sem ti že verjetno, vsaj po mojem oceni, trenutno ena izmed, mislim, the best place to be, če te zanima, mislim, karkoli, pač si, ali marketing, ali karkoli. Ja. In je pač, it's crazy, pač. Kako take firme funkcionirajo, če so dobri ljudje na vrhu, kakšni principi, kako pač. Tudi, ki si enkrat iskreno dokažeš, večkrat, ki si dokažeš, da si lahko koristen v unem okolju, kamor te dajo, ne, te nima biti česa več straha, ne.
tako, mislim. Ja, ne, čez več težjih stvari, kot greš, a veš, vedno, ko pride neki, si tako. Jaz sem bil v težkih situacijah že prej. I'm gonna handle it. Kaj ima biti? Točno to. In te vsaka v bistvu, da sam možnost, da zdaj greš pa level višji, je un strah prisoten, ne, pismo, kako bom to naredil, če tega še nikoli nisem delal, ne. Lej, zaupi si, da ko si v situaciji, ki je treba performati, boš performal. In to je nekaj, kar te ta hard work, ne, trdo delo, da se ti tega naučiš, ti da vedno za vso življenje, ne glede na to, kera situacija bo, si boš lahko zaupal, da boš v tisti situaciji reagiral. Če boš pa razmišljal o teh situacijah, pa ni nujno, da boš znal reagirati, ker ni oprijemljivo. To je, ker si rekel, da se ne predalčkaš, ker sem te vprašal, kaj je načrt, kaj delate in tako naprej. Pa si bil tako, ne vem, igram se, pač imam neke principe, po katerih delam, kaj delam, to. Let's see what happens. Isto je tle, pač če me vprašaš, kaj jaz zdaj delam, pač moj glaven job je, da se pravi, pišem scenarije, snemam, igram in iteriram direct response oglase. To meni, da imam 2 produkcijska dneva na mesec, a pa enega, da spišem, ne vem, 15-20 skriptov. Tako, to pač delam dobre video oglase za Sintižo. Okay. Ampak jaz nisem vedel, da bom jaz to delal, preden sem bil hiran, plus jaz tega nikoli nisem delal. Jaz nisem copywriter. Jaz nisem producer, jaz nisem director, pa zdaj sem. A ne? In to delam pač najboljš, kar znam, ampak glih to je point, če imaš ti te osnovne principe, se pa imaš self-confidence, to, kar sva reka, da hočem, da tam mali. Znaš se nekako prodati, da lahko prideš noter, da veš, kaj izpostaviti pri sebi. In imaš ta hard work. Delaš, kar hočeš. Kar hočeš, ti daš lahko mene zdaj, in to je bila zdaj. Ja. Daš, karkoli, lahko gremo v sales. I'll figure it out. Lahko gremo product marketing. I'll figure it out. Lahko gremo podcaste. I'll figure it out. Lahko gremo karkoli me veseli. Ja. Tako, lahko gremo to. Ker so enaki principi. Aplajajo. So specifike, ki se jih moraš naučiti, ampak se jih naučiš. Zato je meni naval to všeč kot mislec, naval ravikant. Nauč se prodajati, nauč se graditi. Samozavest, da še zraven, ki sva jo rekla, pa lastno vrednost, pa da si še hard worker, ti si v 1% top ljudi na svetu, pa boš lahko pač se samo igral z vidika biznisa. Več, ki si pa pol vrat odpreš, pa če še prijaznost vržava noter zdaj v to enačbo, pol se ti pa sam še vrata odpirajo, zato ker pa se boš pa obkrožil z ljudmi, ki tečejo na dolgo progo. Ne oportunisti, ki sam gledajo, kako bojo tega, pa unga, pa tretjega zajebali, bojo imeli pa svoje žepe polne. In pač dejansko sva eno lepo formulo sestavila, zdaj če je ta pogovor. Ja, pa nisem to, da si top 1%, če gledava iz nekega kapitalističnega, materialističnega. Ja. Ampak si lahko tudi top 1% iz vidika, pač da imaš še to, kar delaš, da si srečen, da si tako, a veš, ker lahko si karkoli, jaz sem full. Se mi zdi, da dostakrat ljudje, ki imajo neko ekspertizo, ali so dobri v neki biologiji, mikrokemiji, ali so dobri v enem inštrumentu, so full fokusirani v to. In so tam, so 10 out of 10, masters. Ampak pa v tem svetu se ti še vedno moraš znati nekaj moraš znati se prodati, nekaj moraš znati nastaviti, nekaj moraš znati razmišljati, kaj tvoja muzika, če igraš violino, kaj tvoja muzika daje poslušalcem, zakaj bi tebe nekdo plačal. Moraš to naštudirati, to psihologijo, in tega pa dostakrat nimajo. Pa misliš, da se da to naučiti? Ne vem, če je toliko pozen. Ne vem, če pri 30-ih, da si tako cel life si bil na violini, ali pa si biokemijo, pa si full hud biokemik. Mislim pa, da je amazing thing, da združiš take ljudi, da združiš ljudi, ki so eksperti. Evo ga. Pa nekoga, ki zna violino, ali pa rečeva nutricionistiko, pa nekoga kot si ti, ali pa kot sem jaz, ki ima pa pač ta feeling, ki ve, kaj pomeni, ki ve, kako narediti ljudi, da se dobro počutijo, da so appreciateni, ki ima ta neka vodila, ki ima, rečeva, nek common business sense, ki si upa stvari, ki si upa pičati, ki mu ni problem. Se to je. To dvoje združiš, take. Ponavadi, doskrat se mi zdi, da so tudi founderji, če pridejo, ko delaš svojo firmo, ko pridejo iz nekih tehničnih smeri, so pač preveč so, premalo so business oriented, se mi zdi. Ampak če pa združiš to dvoje. To. Klej se skriva pa še ena pol večja magija. To je tako, da odkriješ, da ni universe, ampak je multiverse.
Da v bistvu ti res lahko sam fokus nameniš, da res rataš ekstremno dober v tem, kar je tvoj passion, in pol se najdejo ljudje, ki ti pa dajo uno, česar ti nimaš, in pač je to nekaj najlepšega, kar lahko narediš. Ja. Toliko smo si različni, da ni tako ene formule, da bi rekel, to pa to deli v lifeu, pa bo guta. Ja. Ampak lahko se pa strinjava, da če pač si pustiš dost manevra, torej da veliko stvari probaš v mladih letih, da odkriješ, kaj te res veseli, tja noter daš ogromno enega trdega dela, ogromno enega fokusa, gradiš zraven še na stvareh, kot so samozavest, verjetje vase, lastno vrednost itd. In pol kar naenkrat, kad ti življenje začne dajati te prilike, pa če zdali več odgovornosti, jo sprejemaš, tudi če to pomeni, da boš lahko pač propadel karkoli, in bolj, kad ti plezaš, več se ti nekih vrat odpre in pa se lahko večkrat odločiš v življenju, čez kjera boš stopil. In ti daje to neko svobodo, Da se ne ukalupaš, pa pustiš, da pač živiš v neki coni udobja konstantno. Ja. Ker, mislim, dokler ne čutiš, da moraš iz te cone ven, kar pa vsak začuta. Vsak začuti, zdaj bi pa mogoče lahko nekaj svojega, ali pa zdaj pa je mogoče čas, da grem na naslednjo stopničko, tako kot ti rekel, Ja. Prerastel sem to sobo. Ampak če ti ne bi stopil ven iz te sobe, bi bil ti še kar, bi bil vrhunski zaposlen na Sam bi bil nesrečen, Render Space. Ja, Render Space. Na Publicisu. Vrhunski zaposlen, mogoče celo equity. Ampak, veš? Ja. To je, ampak se mi zdi, da ljudje ne grejo ven iz tega. Doskrat niti ne vejo, kam se obrniti, niti ne vejo, kako začeti, in jih je strah in vse to. Mislim, meni se zdi, da je škoda. Jaz včasih grem prav že sam sebi na živce, ker kamorkoli pridem, ali ko pridem k frizerju, ali ko pridem na fitness, ali pa nekam, sem tako, guys, come on, to lahko ful boljš naredite, daj ti v furi to, Google review-e rabaš, to rabaš, in so vsi sam tako, kaj s tem modelom? Veš tako, sorry. Takoj sem tako, zakaj? Ampak ne pač. I feel you, man. Ja, isto. Čeprav se zdaj umiril, ampak ko vidiš priložnost, Tako pa sam to popedenje, veš, kaj je od Ane moja teta odprla pri Polonci dol na obali, meni so se oči zasvetle, in tudi Ana, Instagram postavimo, review-ji, gor dol, oni so imeli stranke stari, folk je z Ljubljane dol hodil, kam gremo jaz v Polonci, ker sem videl na Instagramu review-je pa to, Una pa veš si dal telefon enkrat v roke, da ga ima en dan čez, pa ti da na story tam ribe, ampak ne narejeno ribo, ampak tam ribe v vedru, moja pa celo estetiko fura neki gor na profilu. Ampak itak, ona naredi po svojih najboljših močeh, niso vsi za vse, Ja. Ampak beautiful. Če bi potegnila zdaj nekak črto čez vse to, kar so se pogovarjala, pa bi te še enkrat vprašal, tako kot Marka, kako bi opisal dobro življenje? Kaj tebi pomeni živeti dobro življenje? Glede na to, kar sem do zdaj izkusil v življenju, pa če pogledam nazaj, pa si rečem, kdaj sem živel, kdaj zdaj mislim, da sem živel dobro življenje v zadnjih 30 letih? Kaj so te momenti? Je bilo to čisto vsakič, brez izjeme, ko sem šel iz cone udobja. Čisto vsakič, brez izjeme. S tem se je začel. Mogoče se to spreminja, ampak jaz mislim, da to, da greš ven, da greš nekam, kamor si ne upaš, te gradi kot osebo, ti da nove priložnosti, ti da nove challenge. In še ena ful lepa, ki sem jo slišal, kaj pomeni, pa rečeva, dobro življenje ali pa uspešno življenje. Za eno je materialistično, pa dava to na stran, ampak je to, da ko si star, da se tvoji otroci hočejo družiti s tabo. In to si probam, ful je nekih takih stvari, takih nekih stavkov, kot sva jih danes rekla, pa so tako, pa se mogoče slišijo kul, ko jih slišiš, ampak pol nimajo nekega long-lasting efekta. In to sem mogoče zadnje parkrat razmišljal, kako narediti, da imajo taki stavki efekt, ko je ta mala, recimo ta mala joka, pa pol slišiš na Instagramu, sam predstavljaj si čez 30 let. Boš hotel, bi si boš želel, da bi bil v tem momentu, pa da bi te ene take male rokice poklicale k sebi. Okay. To slišiš in si tako, to make sense.
to je res, a ne. Ja. In pol naslednje 5 minut si bolj miren. A ne? Ampak pol jutr nisi več bolj miren, a ne? Ali pa slišiš, ne vem, to, sam upisi, a ne? Ok, mogoče si naslednjih 5 minut bolj upaš, pa naročiš morsko pico namesto navadne, a ne? Pa si bolj upaš, pa si tako, ampak jutr si spet ne upaš bolj, a ne? In zdaj moje vprašanje je, s čem se zdaj ukvarjam trenutno, je kako narediti, da imajo te stvari nek vpliv. In se mi zdi, da naslednja stvar, ki jo hočem raziskati, so malo mogoče te afirmacije. Ne vem, a imaš ti kaj izkušen s tem ali ne, ampak to se mi zdi, da je tako super powerful, da se daily remindaš na neke stvari, da si daily neke stvari govoriš. Ampak ja, to je mogoče. To mi je se tega predstavil, zdaj se v pisarni. Mi je enkrat eno lepo stvar rekel in mi je glede teh informacij, afirmacij dala eno lepo drugo perspektivo. In sicer je rekel, mi rečemo, zdrav sem, ker pijem čaj, Kitajci pa rečejo, zdrav sem in pijem čaj. Torej, ti si ne govoriš afirmacij, ker želiš, da se nekaj zgodi, ti si govoriš afirmacije, ker je to že res. In iz tega vidika, jaz sem zelo, veš, sploh, ki je oči zbolel, pa to, sem imel vedno nek tak strah pred boleznimi ali pa pred takim stvari, kar je čisto normalno, ker ti da travmo. In sem vedno tako nekako si govoril te afirmacije, da se meni to ne bi zgodilo. Pol sem pa prišel nekako do ene točke, da sem se pogledal in sem bil na model, pa ti si eden izmed najbolj zdravih ljudi na svetu, kaj ti govoriš? Pač tudi, če pride, ti imaš imunski sistem, ti imaš srce, možgane, ki ti delajo, pljuča, velika, pač zbildu boš vse, stari. Oni, ki dejansko imajo probleme, ki nimajo takih privilegijev, ki jih imaš ti z zdravjem, se ne bojijo toliko, kot se ti. Tako da ni problem v tem, da bi si ti mogel želeti biti bolj zdrav. Bodi hvaležen za to, koliko si že zdrav. In isto je pri vseh ostalih zadevah, kar se tiče afirmacij. Vse neke vizualizacije, pa to itak. Ampak jaz bolj, ko vizualiziram zdaj, iščem občutke in se tudi zjokam noter v vizualizacijah od sreče. In zdaj se mi je začelo dogajati, da je to povezano z mojo tamalo, ki ima nek nastop in jaz jo gledam in ona meni pomaha v publiki in jaz tam na kavču, tako na kavču ležim in se mi lijejo solze, ker čutim ta občutek. In verjamem, da se mi bo enkrat zgodila. Se meni zdi, da to unlockaš, da si ti pač dejansko lahko povežeš z občutki, namerno z občutki, ki niso strah, sram itd., takrat se začne dogajati. A ti, ko vidiš svojo prihodnost, si znaš predstavljati, pa ti je tako čisto normalno nek success, nek tako pač. Ti je to tako. Ja. Še enkrat sem poslušal, mislim, da je Conor McGregor, njega so spraševali. On je bil tako, že od začetka. Je bil on tako, pa jaz bom world champion. I can see it. Pač ko jaz delam, vem, da bom tudi to, jaz bom. In pač ko. Sam definirati moraš, kaj ti pomeni to uspeha. Jaz bom uspešen. Definiraj mi, kaj točno to pomeni. Kaj boš? Jaz vidim hišo, jaz vidim odzunaj travnik, jaz vidim zraven svojo mami, jaz vidim zraven svoje tamalo, vidim bazenček. In veš, da pride, svoje olke. Mene je cigaro od spodaj, ki ti naštekaš, meni je to že jasen. Nobenega stresa, nobenega teh zadev, da bi mogel karkoli še delati, karkoli dokazovati komu. Mir, mogoče kakšna knjiga, itd. Simpel je, ne? Ampak prideti moraš do tega simple dela, po moje. Ker mi v teh letih, ki si najbolj želimo biti uspešni, si najbolj kompliciramo, kaj uspeh je. Bolj, ker ti starejši ljudje ogromno modrosti. Za njih je uspeh preprost. Zakaj? Zato, ker so dejansko prišli do tja in vidijo, da ni vse te lupince, ki si jih mi dajemo gor, nimajo toliko smisla, kaj bi mislili. Ampak je pa prav, da si mlad pa prafuknen, da greš čez vse te faze, da te ego pele, da se zajebeš, da si dokažeš, kaj res si, in pol na podlagi tega ti rečeš, ok, te afirmacije mi koristijo, te mi ne. Isto Huberman pa te zadeve. Če sam to spremljaš, nikoli ne boš srečen, ker boš skozi imel nekaj zarašvati pa optimizirati. Vedno bo nekaj manjkalo. En dan bom prišel, bom eno nosnico zamašeno, zakaj imaš to, kaj Huberman rekel, da moram sam čez desno dihati, pa bom bolj zdrav. Pa smo kleja. Nice. Kaj pa zate? Kaj pa zate nekako ta vprašanje pomeni? Pa jaz tudi vidim, mislim, jaz sem, ne vem, to, kar si rekel prej, ne, da čutiš neke občutke, da se zjokaš in da imaš to. Jaz se tudi lahko prepravim do tega, ko nečem razmišljam, sploh ko grem, ko tečem, pa ko razmišljam o stvarih. Sploh če je tak mindless tek, počasen tek, da imam uro pa pol zase.
Se dam kamorkoli, kjerkoli situacijo in sem tam. In sem pač ko, znam možgane prepričati. Recimo ena izmed doskrat stvari, v katero je sploh Ana vlagala dosti časa na zadnje leto, zadnje 2 leti, je bila ta neka kakorkoli firma, ki jo hoče zgraditi in je bila neka investicija, nekakor da, a bomo rezali denar, a bo to, ne. In jaz sem čez ta moment, da mi rezamo denar in da jaz pokličem Ano iz sestanka ali pa kakorkoli in da jim povem, pa to je zdaj čisto materialistično, ampak ti dam primer, ta moment, ko nam to uspe, ali pa ko prodamo, ali pa kakorkoli, ki je to nek recimo milestone, pa če sem ga podoživel, po moje 100-krat na teku. In vsakič sem se skoraj zjokal in sem tako nisem mogel verjeti. In sem bil tam in moj mind je bil tam. Ja. In sem sam tako pač, enkrat, ko se mi zdi, ne vem, pa ni to nekaj, kar sem jaz vadil, ampak tako se znam dati v tak state, mislim, ne vem kako, ne vem, če to definicija, no, ampak tako, ja, ko začnemo o tem razmišljati, avtomatsko dobim čustvo, dobim to. In that's what keeps me going, po moje. To je pač škopol. Jaz vem, da to bo, to je tako, toliko mi je realno, toliko mi je ta feeling realen, vse stvari se poklapajo, prave ljudi spoznavamo, vse to in je crazy. In če si sposoben še pričakovanja pol izklopati, ne? Kdaj bi to mogli biti? Ja. Da nisi pa razočaran, pa to. Ja. Nama se je čisto obrnila stvar, oziroma ne se je čisto obrnila ta stvar. Bi mogla biti že zdavni, pa pač ni. Ampak skupoč smo zdaj zihar, da je to prava pot. Pa je to, veš kaj mislim? In to je tle rata pol ta, se mi zdi, da je pol point v potovanju, v journeyju. Tle zdaj uživaš, a ne? Ker si tako, vem, da delam prav, vem, da je mogoče malo po ovinkih, ampak gremo v smeru, kjer hočem. Jaz mislim, da je veliko ljudi nesrečnih, zato ker namesto, da bi se iskreno vprašali, kam bi radi šli, se raj sprašujejo, zakaj še niso tam. Čeprav ne vejo, kje to je. Ja. In je škoda tega, ne? Ker si sami sebi smo največje breme, sami sebi smo najbolj v napoto. Ampak več stvari, ki delaš, manj imaš časa za razmišljati. Ne? In to je dobro. Valjda. Ker te po defaultu pele po tvoji poti, brez da se ti sam sebe oviraš. Ja. Ampak veš, koliko si excited, kad dobiš neko novo službo. Ja. In pol ta excitement pade, jaz mislim, da z razlogom. Zato, da ti pač veš, kako ta excitement zgleda in ga bo tvoj telo fizično, avtomatsko hotel spet začutiti. In zdaj, če imaš ti še to srečo, da si ambiciozen, pa da se znaš poslušati, boš čim hitreje hotel tja iti. In ker se ti bojo prilike pojavile, jo boš zagrabil. In vedno bo upgrade. Vedno boš delal težje stvari, vedno boš bolj težje stvari se učil, jih probo narediti. Ja. Ker bo ta excitement vedno težji dosež z lahkimi stvarmi. Ja. Vedno boš šel na težje stvari. In pa čez 10 let, kar je super long period, a ne? Ko se mi zdi, da ljudje malo podcenjujejo, kaj lahko naredijo v 10 letih. 10 let je nekaj, kar si ful težko predstavljati, 2034 si tako, ja. Ampak je super long period in če nekaj delaš consistently, 10 let, you're winning. Se mi zdi, ne vem. Točno to, ja. Mislim, če nisi stak, a ne? Vse to, da delaš, pomeni, da nisi stak. Ja. Da nisi na eni točki. Ja, tako. Da bi že zamoril, ne? Točno to. Ali ne, ja. Točno to. Ja. Bi, a ne? Mislim, tebi bi. Men bi. Ja. Ampak da pa ti nisi, ne vem, mogoče se vrgu tokrat iz cone obdobja, da si zaupaš, a ne? Ja. Boš pa raj vstal tam, pa rekel, ne, se še toliko manj do penzije, a ne? Ne, bom pa živel. Ne. Tako da delaš consistently proti nekemu cilju. Ja. A ne, si rečeš, ok, hočem, ne vem, podcast spraviti na 2 milijona subscriberjev, Ja. a ne? In to je tvoj cilj. In delaš 10 let proti temu. Vse, kar lahko delaš proti temu. In ta podcast, lih danes sem imel pogovor, po moje, ker smo bili na enem snemanju, z NZS. Zdaj me folk večinoma me vpraša, koliko zaslužim s podcastom, a ne? Kako služim s podcastom. In sem tako, pismo, nič ne zaslužim. Ja. Nekaj malega od YouTubea, ja, ampak to je zelo mehna, ne? In so tako, aha. In istočasno so me začeli ljudje spraševati, koliko moraš plačati, da prideš na podcast, a ne? Koliko ti plačajo, da pridejo na podcast. In sem tako, a tok že, niti en let še ne delam tega, pa se že to sprašujemo, ne? In sem ful hvaležen, da lahko rečem, veš, jaz podcaste sploh ne gledam kot nekaj tazga, s čimer bi služil. Lej, če pride to zraven, hvala Bogu, ampak bi s tem, se mi zdi, pokvaril format. Pureness, to čistočo, ne čistočo,
Pristnost, ja. iskrenost. Nekako bi se postavil polo nek kalup, da to delam z nekim namenom. Ne? Jaz bi rad vstal tudi pri podcastu nekako samo platforma, ki ima lahko takele debate s komarkoli. Pa se odpirajo tematike, ki ljudi zanimajo in je potreba po njih. Starševstvo, globina, odnosi, soočenje s čustvi, žalost, smrt. Veš, tega ni nekaj velika. Ne? In tako je pa nekdo tukaj z nekim namenom, pa podreš to bistvo. In jaz verjamem, da bojo prišle prilike. In vem, da bojo, ko bom dal opcijo ven, da ljudje lahko podprejo, oni da podprejo ta podcast, ga bojo podprli. Vidim to. Ja. In vem, in hvala Bogu, ker z tega vidika tudi to gradim. Medtem, če grem zdaj po tej poti, pa sponzor tam, pa sponzor klep, pa sponzor tam, kdo bo to podpiral? Zakaj? Ja. A veš, da si jaz bašen žepe, v bistvu pa dobim že od drugih dosti keša. Ja, pa sej mislim tudi, ti imaš ogromno nematerialnega od tega. Ja. Veš, ti... Že odnosi. Ja, ne. Vsak ta podcast ti poslušaš, si tle, ga ustvarjaš, debatiraš z ljudmi, ker drugače ne bi v 100 letih verjetno debatiral. Kako boš? Kdaj boš? Kako boš kar z random? Kako boš debatiral? Ne vem, Saro Isakovič, s tem nisem pač. Kako boš debatiral? Ne boš. Si vzame en tok časa zate. To. In je tle sta. Ja. Ja. Pa taki ljudje, ki so... Resnici. Mogoče si ga jaz še, ampak ljudje, ki so tako... Veš, pa nekdo ti bo delil svoje razmišljanje, nekdo ti bo delil to, kar je on cel life razmišljal, svojo izkušnjo. Zgodbe. To je main benefit. Ja. Po moje, ne. Plus to, da dobiš ves ta feedback od communityja. To bo ful cenem, res. Kaj je tako, ful dober Jure, hvala za to, pa si tako, I can keep doing that. Pač ko si, a nisi, tako mislim, dati res ti da energije, veš, res, sploh te pristni komentarje, veš, pa ni da iščem to neko potrditev, ne, to fazo sem dal čez, že dost, okay. Ampak bolj mi je to, da se čutijo del tega. Tam je, občutek dobim, kada skupaj to delam, a ne, kad mi ljudje to napiše. Pa mogoče se malo čizi slišam, ampak ni, ker če ne bi oni s tako vnemo tega poslušali, pa take potrebe ustvarjali po takih tematikah, a ne, da bi mi to dali vedeti, bi nehal po moje. Ne? Mislim, verjetno bi nehal, ker ne bi imel te povratne zanke. Tako pa v bistvu so ustvarjamo. Ker je tako, ja, še tega hočem. Nisem podcastov poslušal, nisem jih mogel tvojega pač žrem. In sem tako wow, flattering. Veš, nekaj snemamo, pa imam intervju z eno punco, nogometašico danes, pa sem jaz tako hudo, ful dobro, da igrati, in ona meni po koncu prav, te lahko za eno slikco, prosim. In sem jaz tako wow, poslušaš podcast, in tako, ja, itak poslušamo. In sem ful vesel, veš, da se to dogaja. Ker vidim, da je pure, ker vidim, da je iz čiste ljubezni in to se tok čuti. In samo eno energijo tukaj daje, ker sam pomaga. Ja. Ful dober. Ja. Tako da je. Mislim, če pogledaš, kako sem pač prišel do podcasta, se je vmes zgodil, lihtko kot tep, teh 10 let prej, ne. Ampak sam Ja. Vsak korak, ne? Sploh ni, v bistvu, veš, ni zares važen, sploh s čem začneš. Ja. Ker ne moreš zadeti. S čem, mislim, tudi, evo, rečeva si star 15-16, prvi job lahko izbereš, ok, študentsko delo. Ne veš, kaj bi delal. Večina 15-letnikov ne ve, kaj bi delala v lifeu, oziroma v čem so dobri, razen neke izjeme. In zdaj tako, brez veze je preveč razmišljati, v katero smer boš šel, ker ne boš zadev. Po večini ne boš zadev, ker niti ne veš, prezgodje še, tako da sam pejt. Neki, kar se ti na prvo žogo zdi, čim manj razmišljaj o tem, kaj bo šel, kaj bo tvoj job, kaj bo tvoje študentsko delo, sam pet. Zber nekaj, kar se ti zdaj zdi kul. Hodo pet, drug let drugo, pet, probi nekaj drugega, pet, probi. Pa si tako, ok, zdaj čas, aj čas za faks, aj čas za reden job, kar češ, whatever you, karkoli ti paše, sam neki dej, v neki dej svojo energijo. In spet, če je reden job, zber si nekaj, kar meni so bili seksi advertising agency, ker sem bil tako, to so meni sliš, hodo, pit viski, pa kaditi cigare. Pa zapravljati ogromenega denarja, ki ni tvoj. A ne? Ampak pač pol zraven hard work, a ne, pa vidiš, da pač ni pit viski, pa kaditi cigare zares, ne, da to samo, ampak pač je pa nice, a ne, pa to. In delaš. In pol je sam korak za korakom. In pol vsak naslednji korak je pač step up, pa step v drugo smer. Veš, kera stvar se mi tudi zdi, zdaj, ko si to govoril, se mi je zrisala. Ful pomembna tudi in bi jo rad jaz pri otrocih potenciral. To, da se sami odločijo, da jih spodbujaš k temu, da se odločijo, da se ti ne odločaš namesto njih. Recimo, veš,
odpre hladilnik, pa vzame limonado, limono, pa reče, ne, dej uno te drugo vzema, ne. In, a veš, ga medeš in konstantno pol to samozavest ubijaš, kaj ne se zdaj odločam, ne. A bi šel levo, a bi šel desno, ja ne vem. Ja pa nekam se odloči, ja ne znam se. A ne? Tako da, ko nekdo, pa tudi ne samo otroci, tudi biznis partnerji, starši, partner, kdorkoli, spodbujati se v to, da odločitve sprejemamo sami. Tako, kot oni to hoče delati. Ja, točno to, ja. Včasih je res težko, tudi jaz se zalotam, veš. Ampak vidim, opazim, ker recimo, ne vem, nekdo svojemu otroku preprečuje, da se odloči za nekaj. In ga konstantno on postavlja nekam v situacijo, to nared, to moraš tako, pa daj pizda pust ga, stari. Ja. Tako, to se mi zdi pomembno, pa sem hotel še umeti. Ena izmed najbolj basic stvari je, kaj bo otrok oblekel, ko bo otrok oblečen, kaj bo oblečen. Vseeno mi je, kaj je oblečen. Mislim, dokler je varno, dokler ni v gatah na snegu, pa tudi so že bili moji, sem bil tako, se ne boš oblekla? Ok, gremo v vrtec. Odpreva vrata, stop 3 korake ven, me pogleda, sem tako, kaj se boš oblekla, ali boš tako? Se bom oblekla. Ja, se obleč. A veš, to je čist basic. King. Kaj boš, a ne boš jakne, ne boš kape. Prav, pride ven, veter piha, ušesa. Če boš, povej, tle je, odloč se. Valjda, malo moraš biti tako, če je zdaj res glih mokra glava, pa to, da ne delaš harma, ampak v veliki večini ni harma. Hočeš imeti škorne na dan, ko je 30 stopinj? Go ahead. Cel dan boš švicala. Hočeš imeti sandale na dan, ko je dež, pa je toplo vse? Prav. Boš imela mokre štumfe, pa štumfe hočeš imeti gor. Ampak tako se učijo in ful hiter so ful pametni. Podcenjujemo jih, ja. In ko sami pogruntajo, da sandali plus štumfi v dežju niso okej, ne bojo nikoli več imeli sandalov pa štumfov v dežju. Ko sami to pogruntajo. Če jim pa jaz to govorim, jim lahko vsakič rečem, ne sandalov pa štumfov, ker boš imela mokre. Ne bo. To. Full over. Pa je full easy to, da sami pogruntajo te stvari. Podcenjujemo jih, a ne? Podcenjujemo bitja, ki so nas prišla učiti. Hudi so, otroci so hudi. Res so hudi, so težki. Kako sem rekel, ena iz najtežjih stvari, kar sem jaz delam v lifeu. Ampak najbolj rewarding, se mi zdi, ne vem. Čutiš neki, a ne? Otroci so. Jaz se tudi veselim, da vidim, kako bo to izgledalo. Všeč mi je, da sem po naravi zdaj že obkrožen z gosti tudi, a ne, ker so starši, ne vem, čisto avtomatsko. Te tematike odpiram, vem, da jih prej ne bi mogel in mi je ful všeč, da jih, ker mi vsak nekaj novega nauči na podlagi svoje izkušnje. In mi je res všeč. No. Pa tebe sem že na kosilu, ki si mi te stvari razlagal, sem si kar zapisoval. Še zdaj imam zapisane v novcih, a veš, to s knjigico, kosilo v naravi, te zadeve, date night z ženo zdaj furava, to smo mi po moje ti takrat rekel, ki je bila vna raziskava, a veš, kam ulož 1000 evrov za razvoj svojega otroka, za počutje otroka. V partnerstvo, ne? No, to. Mislim v to, da pač gradiš odnos z ženo. Zato je, ko vse kopirajo. Tako da eno vprašanje imam še zate, pol bo pa tole midva zaključila počas. Če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? A ni ful zanimiv, ko si rekel svetu, sem jaz takoj pomislil, kaj bi bilo sporočilo mojim otrokom. Wow. To sem se ujel. Ampak ja. Verjetno bodite pogumni. Verjetno to. Se mi zdi, da tega poguma, mislim, da pogum zajema vse in self-confidence in hard work in vse te stvari. Tega se mi zdi, da paško manjka. Come on, just do it. Sam pejt. Ni važen kaj, ni važen kje, ni važen kdaj. You'll figure it out. Sam pejt. Tako sem jaz do zdaj deloval. Sploh zadnja leta, pa se mi zdi, da it works out, pa da je full rewarding. Pa še nalezljiv je pogum. Definitivno. Zaradi tega so pa liderji, a ne? So pogumni, znajo vsem povedati, zakaj morajo biti pogumni, vsi jim sledijo, slepo skoraj da ne, a ne? Veš? Tako da to, pogum. Mark, hvala ti. Jaz sem užival v pogovoru. Tudi jaz, hvala ti. To je to. Lepo. Kat.